Prav, jaz predlagam, da začnemo za našo javno razpravo. Najprej preverim, se slišimo zvok, slika, ko se šika. Dobro, super, hvala. Se pravi, pozdravljeni in dobrodošli na javni razpravi z naslovom Pametno mesto Kranj in evropske digitalne storitve po meri občanov. Pozdravljeni dobrodošlica, verjate tako vsem vam, ki ste danes prišli sem v Kranj, v Coworking in Startup Center Kovačnica, kot vsem ostalim, ki nas spremljate prek spleta, prek neposredno video prenosa. Moje ime je Simon Delakorda in bom danes moderiral to razpravo. Moja naloga kot moderatorja je pa uvodoma ta, da najprej nakratko predstavim namen današnje razprave, naše cenjene govorko in govorce. Te nakratko predstavim tudi, kakšen bo potek celotne razprave. Namen razpravo, ki jo danes organizirata Zavod za pravno poslovanje in predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za elektronsko participacijo in pa mrežo nevladnih organizacij za zaključujočo informacijsko družbo je dvojen. Prvi namen je predvsem ta, da odpremo neko razpravo o pojavih, ki se zadnje leta kar precej tudi pojavljajo v javnem prostoru, v medijih. To sta dva pojava, eno se nanaša na razvoj pametnega mesta, o katerem kar precej slišimo, druga je pa evropski digitalni trg. Mislim, da so to dve temi, ki sta zelo relevantni za kakovost življenja občanov, meščanov, državljanov. Mi smo že tudi nekaj danes debate na Twitterju, kaj je tista prava, ne bi bila definicija, na koga se ta pojava nanašata. In pa seveda hkrati potem konkretno pogledati za vidika teh občanov, potrošnikov, državljanov, kaj ta dva pojava pomenita za kakovost njihovega življenja. Namreč v tem kontekstu se veliko govori o varnosti, zasebnosti. Po eni strani imamo tudi razprave o dostopu do interneta, ki je tudi pogoj, hitrost povezave za kakovostno uporabo teh storitev. In pa seveda potem tudi, kaj so tisti pogoji, ki omogočajo razvoj digitalnih storitev, na katerih potem seveda temeljita pametno mesto in pa digitalni trg. Ne nazadnje, veliko se govori o veščinah, še vedno imamo digitalni razkorak in tako naprej. Vse to so vse teme, aktualne, pomembne teme, s katerimi bomo danes govorili z našimi cenjenimi govorci. Bi kar predstavil, če to volite. Na moji desni gospod Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na moji levi gospod Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo. Potem gospa naprej levo od gospoda Turka, gospa Smiljana Bončina Slavec, vodja projekta, vodja komisije za pametno mesto Kranj. Na tem mestu bi samo rad se opravičil za spremembo na programu. Prvotno bila mišljena kot govorka gospa Ana Vizovišek, ki se pa pravična in potem imamo najlepše hvala za gospe Smiljane. Potem levo še od gospe Smiljane kolega iz nevladnega sektorja, direktor Zavoda UF in pa predstavnik mreže nevladnih organizacij za zaključujočo informacijsko družbo gospod Jure Krbič. In pa potem še na moji desni izredni profesor dr. Uroš Rajkovič z Fakultete za informacijske vede v Kranju, pozdravljeni, in pa gospod Matej Ravk, ustanovitelj Kickstart podjetja Adrifund. Skratka, če mečkom pogledamo to raznolikost sektorja, s katerih prihajajo naši cenjeni govorci, vidimo, da imamo zelo dobro pokritost različnih vidikov te današnje tematike in vsekakor mislim, da se nam obeta zelo zanimiva razprava. Bi pa še eno opravičilo glede programa. Uvodni govor je bil tudi predvidoma namenjen za gospoda župana Boštjana Tilerja, ki se prav tako opravičil zaradi neodložljivih obveznosti. Smo pa dobili pred razpravo vprašanje tudi nanj, mislim, da bo tudi zanimivo tudi za naše govorce, ki se pa nanaša, da lahko pričakujemo uvedbe participativnega proračuna v občini Kranj, tudi v kontekstu teh storitev pametnega mesta. Mislim, da bo tudi potem lahko tem zanimivo razpravo. Zdaj pa preden gremo na konkretno vprašanje za govorce, samo še zelo kratko informacijo o poteku današnje razprave. Izvedli bomo 3 kroge razprav. Razprava bi trajala slabi 2 uri. V prvem krogu bomo opredelili, kaj je to pametno mesto, kaj je evropski digitalni trg in predvsem, kaj pomeni za kakovost življenja občanov, državljanov in potrošnikov. V drugem krogu bomo potem opredelili aktualne izzive, ki se vezajo na ta dva pojava, kot sem že omenil, varnost, zasebnost, digitalne pravice, dostop do interneta.
In pa na koncu nek način poskušali vse skupaj zaokrožiti, opredeliti nekih pogojev, kaj so tisti pogoji, za koliko rečemo, da sta potem tako digitalne storitve, okviru pametnih mest in digitalnega trga pomeri občanov, kar je tudi nek način namen naše razstave, se pravi, kaj je tisto, kaj občani pričakujemo in kako bi se mogla ta dva pojava, tako tehnično kot tudi družbeno razvijati. Zanima to, da kot sem rekel, mogoče prihajati v različnih okolij, jaz pričakujem, da bo tudi mogoče kakšno nestrinjenje, upam, da bo to iz tega nestrinjenja, zato prosim, če se nestrinjate tudi med sabo poveste in tudi pričakujem kot moderator kakšno repliko na kakšno zadevo, da bo mogoče več med dinamike, bomo pa po vsakem krogu tudi odprli potem prostor za vprašanje občanov, da bomo potem dali še dodatno dinamiko tudi z vaše strani, tako da lepo vabim, da aktivno sooblikujete to naše razprave. Toliko za uvod, zdaj bi pa kar začel gospod Zoran Stančič z vami v zvezi z Evropskim digitalnim trgom. Evropska komisija je pred letom in pol objavila to zelo, bi rekel, odmevno strategijo za enotni digitalni trg, gre za eno ključnih prioritet Evropske komisije, v katere želi izkoristiti digitalno revolucijo za boljšo kakovost življenja ljudi in pa ponuditi tudi podjetjem nove priložnosti. Lahko na kratko opredelite, kaj so te ključne elementi te strategije, ki se neposredno nanašajo na občane, na naše življenja in pa neposredno potem tudi na delovanje podjetij v trgu. Hvala lepa, torej zelo vesel, da sem danes tukaj v Kranju, tako da upam, da bomo imeli dobro diskusijo. Kot ste rekli, gospod Delacorda, Evropska komisija je pripravila neko digitalno strategijo, ki je imenovana strategija za enotni digitalni trg. In to je pravzaprav nadaljevanje te strategije, ko jo poznate mogoče kot digitalna agenda, ki je bila v veljavi pravzaprav za časa prejšnje Evropske komisije. Mogoče predno grem bolj v detalje te strategije, ki se imenuje digitalni enotni trg, zgolj primerjava tudi s tistim, kar mogoče bolj poznate, to je digitalna agenda za Evropo. Digitalna agenda za Evropo je imela več kot 100 različnih ukrepov, ki jih je pripravila oziroma mislila Evropska komisija, da jih je potrebno narediti, pripravila jih leta 2010 in je s tem pravzaprav poskušala zaobjeti vse različne zadeve, ki so bile tako drugače pomembne za to področje. Predsednik Juncker, ki je začel voditi komisijo jeseni leta 2014, je imel pa pravzaprav malenkost drugačen pristop. On je v skladu tudi z zahtevami držav članic, da se osredotočamo na evropski ravni samo na tiste ključne zadeve, torej ne pretiravati število novih zakonov z novo regulativo, se je odločil, da bo pravzaprav delal bolj osredotočeno. Torej več je bolje. Torej, če ne bomo delali, torej bolje, če ni preveč ukrepov. Tako da se je v skladu s tem odločil, da bo pripravil bolj osredotočeno strategijo in ker je zelo pomembno tudi za današnjo diskusijo je to, da je digitalni enotni trg ena od njegovih 10 prioritet. Torej, prva prioriteta je ekonomska rast, zaposlovanje, druga prioriteta je pa digitalni enotni trg. Tako da je zelo pomembno, da vidite, da je to področje pač številka 2 po njegovih prioritetah. Zdaj boste rekli, zakaj je to tako pomembno? Razlogi so mogoče zelo enostavno zapovedati, kljub temu, da je direktno tisto, kar dobi evropsko gospodarstvo od informacijskih komunikacijskih tehnologij, glede recimo prispevka, torej direktnega prispevka za rast bruto domačega proizvoda relativno majhno, je pa zanimivo to, da pravzaprav več kot 30% rasti prihaja indirektno ali pa direktno iz informacijskih komunikacijskih tehnologij, kar pomeni, da je pravzaprav ta širši gospodarski učinek zelo, zelo velik. Hkrati je pa učinek pravzaprav na družbo še izredno velik. Torej, veliko priložnosti za zaposlovanje, tudi recimo, če gledate za nova delovna mesta, če želi majhno srednje podjetje postavljati neke nove storitve, je verjetno ta stopni kapital, ki je potreben za to, da pravzaprav pride na določeno področje, da lahko ponuja te storitve, lahko recimo relativno majhno.
Tako da zelo pomembno je, torej, da je ta strategija bila pripravljena. V tej strategiji pravzaprav stojijo 3 stebri. Prvi steber je tisti, ki pravzaprav se osredotoča na odpravljanje tistih ključnih preprek za delovanje digitalnega enotnega trga, kjer so te ovire, ki obstajajo, recimo, veste, da obstaja tako imenovano geoblokiranje. Kaj to pomeni? Pomeni recimo, če želi državljan ali pa pač občan v Sloveniji kupovati določene storitve ali pa izdelke v tujini, lahko kar naenkrat pride do nekih ovir, ki recimo v realnem svetu ne obstajajo. Zanimivo je recimo glasba, zgoščenke. Zgoščenko lahko v fizičnem okviru kupaš brez težav. Pošiljanje, torej v bistvu tovrstne storitve v digitalnem okviru, kljub temu, da realnih razlogov za te ovire ne obstajajo, pa obstajajo pravzaprav določeni zakonodajni, regulatorni okviri, ki te stvari onemogočajo. Torej, cilj tega prvega stebra je odpraviti vse te ovire, ki so nepotrebne in omogočati pravzaprav, da je delovanje na digitalnem enotnem trgu boljše. Drugi steber je tisti, ki pravzaprav se osredotoča na zagotavljanje ustreznih pogojev za razcvet digitalnih omrežij in storitev. Torej, kjer so te pogoji, en od ključnih pogojev je infrastruktura. Torej, ustrezna infrastruktura, hiter dostop do interneta, hitre, varne, zanesljive infrastrukturne storitve in seveda tudi vsebine in seveda ustrezno regulativno okolje za inovacije, naložbe, pošteno konkurenco in enake konkurenčne pogoje. Tukaj gre za to pravzaprav, da vidimo, da se mogoče pozneje lahko bolj natančno pogovarjamo tudi o infrastrukturi sami, ampak zelo pomembno je pravzaprav, da imajo državljani, podjetja, občani vedno dostop do hitrega, superhitrega interneta v najkrajšem možnem času oziroma v realnem času za določene storitve. In hkrati potem še tretji steber, torej za čim boljše izkoriščanje potenciala za rast evropskega digitalnega gospodarstva, potrebujemo ustrezne naložbe v infrastrukturo in tehnologijo, kot je recimo tudi računalništvo v oblaku, velepodatke, seveda tudi raziskave in inovacije. Zelo pomembno je tudi spodbujanje industrijske konkurenčnosti, boljše javne storitve, potem tudi vključevanja v digitalni enotni trg in pa seveda e-veščine, ki so nujne. Tako da v skladu s tem je torej Evropska komisija že tako malo po sprejetju te strategije začela delati oziroma je sprejela že vrsto teh regulatornih okvirov, rekla, da bo pripravila 16 novih področij regulacije, od tega jih je pripravila že kar nekaj, v kratkem, torej v drugi polovici tega, torej v konec tega leta in začetek naslednjega leta pa bo pripravila še 3 do 4 predloge. Vendar pa, da ne bom govoril preveč, te zakonodajni predlogi niso vse, zelo pomembno je torej tudi, da države članice čutijo to strategijo kot svojo, torej ne kot nekaj, Bruselj nam nekaj vsiljuje. Te strategije so pravzaprav narejene skupaj z državami članicami in se tudi diskutirajo pravzaprav na ravni ministrov v različnih skupinah, v kateri sodeluje tudi Slovenija. Zelo pomembno je pa, da to strategijo čuti kot svojo tudi Slovenija in da potem na podlagi tega ugotovi, kaj je potrebno narediti v Sloveniji, na lokalni ravni, kjer so tisti pravzaprav ovire, ki mogoče obstajajo na ravni Slovenije in kako bo potem ustrezno izkoristiti priložnosti, ki digitalni enotni trg ponuja. Gospod Stančič, hvala. Hvala tudi za dobro iztočnico na koncu, glede vprašanja za Slovenijo kot državo članico, za vas, gospod Marjan Turk. Seveda za Evropska unija je postavila nek strateški okvir, katerega se na področju razvoja digitalnega trga in pa širše informacijske družbe gibajo tudi države članice. Država Slovenija samo na tej strateški ravni sledi tem trendom. Vaš direktorat za informacijsko družbo je letos pripravil strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020. Pa me zdaj na tej točki zanima, v tej strategiji je tudi omenjen ta razvojni zastanek
Slovenije na področju informacijske družbe v primerjavi z povprečjem Evropske unije, ki ima seveda tudi neko časovno determinanto. Pa me zanima, kakšni so ti vaši ukrepi na ravni direktorata, seveda potem tudi slovenske vlade, da se to stanje izboljša in da se potem gradijo ti pogoji, kot je gospod Stančič rekel, za razvoj digitalnega trga, za razvoj storitev in pa vseh ostalih teh prednosti za občane in državljane Slovenije. Hvala, pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za javno upravo. Kot veste, smo bili pred kratkim predstavljeni iz Ministrstva za izobraževanje na Ministrstvo za javno upravo kot direktorat pristojen za informacijsko družbo in elektronske komunikacije, tako da zdaj te svoje pristojnosti izvajamo v okviru Ministrstva za javno upravo. Glede strateških usmeritev in pa sledenja strateškim usmeritvam Evropske komisije bi rekel to, da smo se nekaj let trudili, da bi pripravili strateške strategije na področju razvoja digitalne družbe, na področju informacijske družbe, elektronske komunikacije, kibernetske varnosti, pa so bile te spremembe v zadnjih letih tako hitre, da smo imeli s tem precej velike težave. Tako da šele letos, februarja in marca, so bile potrjene 3 strategije. Prva je bila potrjena strategija kibernetske varnosti, to je strategija, s pomočjo katere bomo v letos in prihodnjem letu konsolidirali področje zagotavljanja visoke ravni kibernetske varnosti kot izjemno pomembnega dela ustvarjanja zaupanja končnih uporabnikov, poslovnih subjektov v kibernetski prostor, ker je praktično ključen pogoj za digitalizacijo, ključen pogoj za digitalno preoblikovanje Slovenije in nazadnje tudi za vključevanje v te sodobne mednarodne tokove, v okviru katerih je seveda najpomembnejši izvajanje strategije Digital Single Market na nivoju na ravni Evropske unije. Digitalne meje bodo padle, če Slovenija ne bo sledila ustrezno z razvojnimi ukrepi, bodo imeli deležniki iz Slovenije, predvsem gospodarstvo, pa tudi končni uporabniki, bomo imeli tukaj velike težave. Druga strategija, ki smo jo pripravili, je bila ta krovna strategija razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija 2020, se pravi do leta 2020, v okviru katere smo poskušali, smo prvo naredili analizo, kje je Slovenija dobra, kje je slaba, kakšne so naše razvojne priložnosti, kompetitivne prednosti, kjer bi lahko Slovenija z nekimi razvojnimi projekti, prebojnimi projekti, ne samo sledila Evropski uniji, ampak tudi odskočila. Tretja strategija oziroma akcijski načrt je pa načrt razvoja širokopasovne infrastrukture do leta 2020. Ti trije dokumenti tvorijo ta strateški okvir digitalizacije Slovenije oziroma digitalnega preoblikovanja Slovenije do leta 2020 in je na nek način odgovor slovenske vlade oziroma državne uprave na izzive, ki jih pred nas postavlja izziv digitalizacije Slovenije. Ukrepi so osredotočeni v 5 skupin. Prva skupina je razvoj ustrezne digitalne infrastrukture, ki bo omogočila razvoj storitev, naprednih storitev informacijske družbe, ki bodo temeljile na odprtih javnih podatkih, na tehnologiji masovnih podatkov, na tehnologiji računalništva v oblaku in tako naprej. Potem drugi steber so podatkovno vodene storitve, se pravi ukrepi, ki bodo spodbudili podatkovno vodeno gospodarstvo. Tretji steber je digitalizacija podjetništva oziroma digitalizacija industrije. Četrti kibernetska varnost in peti e-vključenost, se pravi ukrepi na področju zagotavljanja vključevanja vseh deležnikov v Sloveniji v te sodobne tokove digitalizacije družbe. Če se bi osredotočil z vidika na te ukrepe, z vidika našega trenutnega stanja, ki je trenutno smo razvojno, smo dobri oziroma naša industrija dobra pri integraciji digitalnih tehnologij. To je pokazalo zadnja analiza oziroma poročilo Evropske komisije o razvitosti informacijske družbe, tako imenovani DESI, Digital Economy and Society Index, to je kompozitni indeks, sestavljen iz nabora statističnih kazalnikov in tu je Slovenija se uvrstila izjemno dobro pri integraciji digitalnih tehnologij. Se pravi, da tukaj lahko zaključimo,
da slovenska industrija je kljub vsemu žilava, da ima ideje in da je konkurenčna, po tej razvitosti smo nad povprečjem Evropske unije, pa tudi nadpovprečno napredujemo. Potem, kar se tiče razvoja povezljivosti oziroma digitalne infrastrukture, tukaj predvsem mišljena širokopasovna infrastruktura, mobilne komunikacije in tako naprej, mobilna omrežja, smo pod povprečjem, ampak rahlo pod povprečjem napredujemo malo nad povprečjem Evropske unije. Medtem, se pravi, to sta ta dve skupini statističnih kazalnikov, medtem ko v ostalih kazalnikih človeški kapital, se pravi digitalna pismenost, potrebe končnih uporabnikov po sodobnih tehnologijah, po sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah, pa uporaba interneta in pa digitalne javne storitve, tukaj pa imamo razvojni primanjkljaj, v nekaterih kazalnikih izrazit primanjkljaj in tu smo se osredotočili, na te ukrepe smo se osredotočili, ko smo pripravljali te strateške dokumente. Treba je pa tudi to reči kljub samo, da tekom lanskega leta, predvsem v drugi polovici leta, je bil pa narejen odločen korak naprej pri e-upravi in pa tudi pri storitvah e-zdravja. Tako da pričakujemo, da bodo te rezultati za leto 2016, ki bodo objavljeni 2017, tako precej boljši. Zdaj, ne bi šel v podrobnosti, ukrepov bomo. Gospod Marjan, hvala tudi vam. Zdaj smo dobili neko tako osnovno predstavo o tem, kaj se na strateški ravni dogaja na ravni Evropske unije z razvojem digitalne družbe, tudi kako se država Slovenija pozicionira v tej nekaj, ki bi rekel, tudi globalni zgodbi. Zdaj sem pa zelo vesel, da pa imamo za tem tudi 4 govorce praktično iz lokalnega okolja, iz različnih sektorjev, ki se lahko pa najposebno sedaj odzovete na to nacionalno schemo, evropsko schemo z ene lokalne perspektive, ki bi mogoče tudi gospod Smiljano Gončino Stavec povabil v razpravo. Če lahko poveste z vidika mestne občine Kranj, vi ste v strategiji trajnostnega razvoja leta 2030 si zastavili cilj, da bo Kranj inovativno mesto naklonjeno novim tehnologijam. Na namen je bil tudi letos izveden ravno v tem prostoru tudi festival rešitev za pametno mesto. Pa me zanima, lahko predstavite v tem evropskem nacionalnem kontekstu, kaj so te konkretne rešitve v okviru pametnega mesta, ki bi bile namenjene podjetnikom in pa občanom, in pa tudi, ali čutite ta, bodi si neko pozitivno inercijo teh strateških dokumentov, ali so to neke stvari, ki mogoče lahko se pametno mesto razvija tudi izven teh mest. Lepa. Ja, če kar pri zadnjem stavku se pravi za okvir nekega mesta je seveda pomemben večji, širši okvir, se pravi izzivi, ki jih prinaša težnja postati pametno mesto, so seveda vezani na to, da so ustvarjeni pogoji predvsem v okviru države in tudi širše. Zelo pomembno pa seveda potem, kako se mesto na to odzove. In v mestni občini Kranj smo si že v trajnostni urbani strategiji eno večje področje namenili za pametno mesto, se pravi projekte, ki bi nekako Kranj umestili na tak zemljevid pametnih mest. Zdaj, kaj je pametno mesto? Pravzaprav je prioriteta, kaj narediti, odvisna od tega, kaj razumemo kot pametno mesto. Mi poskušamo dva pomembna cilja upoštevati pri tem, ko izbiramo prioritete, se pravi mesto in predvsem tudi mestna uprava mora biti prijazna do občanov in obiskovalcev, seveda s tem, da uporabi vse tisto, kar je na voljo in tukaj seveda je velik prispevek tudi sodobnih tehnologij. Po drugi strani pa pričakujemo od uprave, da bo čim bolj učinkovito upravljala to mesto in da bodo seveda občani zadovoljni s storitvami, ki jih mesto, koncesionarji in podjetja v mestu pač izvajajo za njih. Tako da glavni cilj je nekako
biti prijazno mesto in biti učinkovito upravljeno. Kakšne so zdaj konkretne prioritete? V Kranju se zavedamo, da je marsikakšno področje bilo že pametno uravnavano tudi v preteklosti. Mi smo recimo zelo dobro naredili nekaj zelo dobrih posegov v okviru energetske sanacije. Mi nekako znamo varovati vire, imamo dobro rešeno tudi varovanje vode kot enega glavnih naravnih virov, nismo pretirano onesnaženi, dobro delamo smetmi. Skratka, to področje je nekako v Kranju kar razvito, sicer se s tem prav preveč ne hvalimo, ker je mogoče slabo. Smo pa precej zaostali na področju odprtosti proti občanom. Skratka, nismo nekako naredili dovolj, da bi bilo mesto, pri tem mislim predvsem upravo in službe, ki naj bi bile v službi občanov, so premalo odprte. Torej, ljudje nimamo možnosti neposredne komunikacije z upravo, nimamo, kljub temu, da, kot smo ugotavljali, tehnologija seveda obstaja infrastruktura, ki bi to omogočala, vendar se tukaj premalo odpiramo. Obstaja seveda vedno bojazen, da taka odprtost lahko postane preširoka v smislu tega, da ljudje ne dobivajo potem konkretnih informacij. Skratka, seveda so tukaj izzivi, so dileme. Če si odprt, potem moraš biti tudi strokovno zelo dobro usposobljen, da lahko z ljudmi res odprto komuniciraš. Spet prihajamo na področje, ki spet ni tehnologija. Se pravi, tehnologija obstaja, vendar moramo vzpostaviti sistem, ki bo omogočal, da bomo ljudi bolj intenzivno vključevali in jih tudi bolj upoštevali. Pri njihove želje, njihove potrebe, njihove probleme in da se bo to potem v delovanju občinske uprave bolj poznalo, kot se zdaj pozna. Kar se tiče infrastrukture, so te projekti seveda v teku in tako kot vedno trdim, to so najlažji projekti. Skratka, se priključati recimo državnim prizadevanjem za široko pasovno dostopnost, tukaj se bomo seveda vključili v projekt Vošo, v Junckerjev projekt oziroma smo vključeni, nimamo veliko velikih. Skratka, to so vse manj problematične vsebine. Trenutno imamo tudi razpis za brezžično komunikacijo v celotnem mestnem področju, v vseh krajevnih skupnostih, tudi v vseh vaških krajevnih skupnostih. Tako da bodo vsi pogoji izpolnjeni, tisto, kar želimo, tudi v Komisiji za pametno mesto premakniti, je pa ta premik odpiranja in dajati možnost občanom, da bodo vključeni. Gospa Smiljana, hvala. Zanimivo mi bi bilo to, kako ste povedali, da je ta evropski kontekst pomemben, nacionalni kontekst pomemben za projekte na lokalni ravni, da prinaša tudi neko razvojno podporo, tudi spodbudo. Potem pa seveda tudi na lokalni ravni potem odvisno, ta odprtost do občanov, kako se potem zadeve razvijajo naprej. Pa bi tukaj nadaljeval z gospodom Urošem Rajkovičem, iz Fakultete za policijske vede. Ravno ta kontekst, bi vas vprašal, se zdi zelo pomemben pri implementaciji teh evropskih nacionalnih strategij in pride do nekih čist lahko lokalnih zadev, kot so neka pripravljenost ljudi, odprtost, kot je rekla gospa Smiljana, za uvajanje nekih novitet, novih storitev, mogoče tudi spreminjanje kakšnih vrednot. Kako vi ocenjujete ravno ta razvoj te digitalne družbe? Je ta pritisk mogoče velik? Je razvoj tehnološki hitrejši, kot se pa potem ljudje, uporabniki, občani prilagajamo? In kje vidite mogoče neke ovire, da potem te strategije za stebri, ki so razdeljene, dejansko potem imajo učinek tudi potem na terenu? Ni razloga, da ne bi bili pripravljeni na to. Mi smo, lahko rečem tudi Slovenci, smo digitalni navdušenci. Spomnim se pred letom pa pol en članek v Novicah, ki je govoril, da smo strategije enotnega digitalnega trga bili ena prvih držav, ko smo o tem diskutirali. Se pravi, te zadeve mi zelo hitro vzamemo za tiste, ki nas morajo zanimati in v katerih vidimo prihodnost.
Ljudje smo po naravi radovedni. Zanimajo nas novosti. Vprašanje je pa, kaj bomo od tega imeli. Vsak od nas se vpraša, kaj bom jaz imel od tega, kaj imam jaz od te novosti. In če ne vidimo neke dodane vrednosti, potem hitro upade zanimanje za te nove, recimo, tehnologije. Poprašati se moramo, a bomo digitalizirali storitve, pa bojo potem storitve tekle podobno kot do zdaj, ali bomo s tem pridobili kaj drugega. Sama digitalizacija ne sme biti sama sebi namen. S tem je, po mojem mnenju, samo povečan strošek. A bi si vi želeli imeti na svojem telefonu vsako jutro, ko se zbudite, nov operacijski sistem, najnovejši, ki so ga prejšnji dan posodobili? Jaz vem, da vsakič, ko me to vpraša, pritisnem gumb cancel, zavrni. Zaradi tega, ker ne vem, kaj vse to potegne za sabo, ker ne vem, koliko časa bom potem porabil, da se bom spet s svojim telefonom spoznal. No in v tej luči je treba razmišljati, kako bomo uvajali storitve. Mi lahko, po domače rečeno, nekoga klofnemo po glavi, namesto s kladivom rečemo, da bo bolj digitalno s prenosnim telefonom, ampak v tem primeru se bo vsak poskušal braniti, pa noben ne bo navdušen. Treba je ljudi vključiti v razprave, v uvajanje storitev, da imajo možnost soodločanja. In na ta način bojo boljše razumeli, kaj jih čaka in s čem bojo kasneje živeli, kaj so glavne prednosti. Zdaj nekateri izrazi, ki pri nas zelo lepo primejo v zadnjem času, so EU tako zahteva, ali pa nekaj je eko, če je ekološko, potem bomo pač se naučili razvrščati smeti, če smo imeli doma prej samo en koš. Ampak druga možnost pa je, da ljudem ponudimo nek način izobraževanja za digitalno družbo, kar je osnova, da digitalna družba lahko raste, se razvija in živi. Hvala. Gospod Juroš, hvala. Mislim, da so to ene zelo pomembne istočnice, katere bomo potem še tudi naprej v nadaljevanju, ki se tiče konkretno vključevanja ljudi in tega učenja in predvsem nekih mehkejših teh družbenih kontekstov, ki so pomembni za to, da se lahko neke digitalne tehnologije razvijajo in pa na koncu tudi primejo. Bi pa tudi nadaljeval z gospodom Matejem Ravkom. Kar konkretno, kot je že gospod Uroš rekel, kaj pa za vas pomeni kot podjetnika, kaj vam prinaša ta strategija, ta digitalni trg, kako vidite tudi ukrepe na ravni države in tudi mogoče na lokalni ravni, da vas spodbujajo pri vaših dejavnostih? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bom začel v bistvu tako, da bom povedal, kaj sploh moje podjetje počne, kaj je Adrifund, zato da bom lahko v tem kontekstu tudi nadaljeval. Adrifund je prva slovenska platforma za množično financiranje, ki je štartala konec marca letos. Mogoče ste jo zasledili v medijih, ko je Klemens Lakonija zbiral preko naše platforme sredstva za izdajo novega videospota o Donaldu Trumpu, ker če nakratko povem, kaj to sploh je. Gre za to, da projekt, ki se predstavlja na platformi, v bistvu nagovori ljudi, da ima neko idejo, ki bi jo rad speljal, ampak nima denarja, zato prosi svoje podpornike in s pomočjo socialnih omrežij poskuša doseči čim več ljudi, da podprejo njegov projekt v relativno manjših zneskih, torej da ne išče nekih večjih sponzorjev, ampak je ideja, da od množice pridobi sredstva za financiranje. Potem obstajajo tudi drugi modeli množičnega financiranja, ki v Sloveniji še niso razviti, tudi zaradi neobstoječe zakonodaje, to je predvsem investicijski in posojilni model množičnega financiranja, ki samo da tako za nekakšen občutek povem, da v Veliki Britaniji ta trg pomeni milijarde evrov. Tako da sam bom mogoče začel samo to kot podjetnik in predvsem tudi, kar vidim kot pomembno za predvsem delovanje naše platforme, je ravno to, ker smo prva takšna platforma. Jaz sem se soočal s precej izzivi, osebno sem po izobrazbi pravnik in ravno tematika moje diplomske naloge lansko leto je bila ugotoviti, kako bi lahko množično financiranje, konkretno nagradni model množičnega financiranja, ki ga izvaja Adrifund, umestil v slovensko zakonodajo, da bi lahko Slovencem in
upajmo tudi delamo na tem, da se bomo širili tudi regionalno, da ponudimo to orodje možnega financiranja. Se pravi, da ljudem približamo možnost, da za svoje projekte, za svoje ideje lahko zbirajo denar v množice. Tukaj je precej stvari, na kjer je treba biti pozoren, da se pač takšno zbiranje denarja upošteva zakonodajo, ki je v vsaki članici Evropske unije drugačna oziroma po večini neobstoječa. Osebno sem imel letos spomladi zanimivo izkušnjo z Banko Slovenije in če tukaj navežem na državne institucije, da vidim res zelo pomembno, super, ne, da so te strategije, ker sem slišal, me to zelo veseli, ampak predvsem mislim, da je tukaj treba pozornost posvečati predvsem temu, da tudi državne institucije potem tem strategijam in predvsem inovacijam, novitetam razvoju sledijo, zato, ker se to potem predvsem odraža v takšnih odnosih. Bom zdaj konkretno navedel primer. Mi smo to dejstvo, oziroma napovedali, da bomo štartali platformo v začetku leta in s tem smo poželi kar nekaj medijske pozornosti, ker precej Slovencev je zelo uspešnih na tujih platformah za množično financiranje in novinarji to področje zelo radi spremljajo. No in iz prve medijske objave, ki je omenjala Adrifund, to je bilo v Financah januarja letos, sem jaz dober mesec pa pol pred štartom platforme dobil pošto, e-mail od Banke Slovenije, kot poziv na pojasnitev poslovnega modela, ker jih je skrbel, kako bo Adrifund to urejalo to zbiranje sredstva. Ker jaz sem normalno, jaz sem naredil svojo domačo nalogo, to je bilo področje moje raziskave z elektronsko nalogo in sem vedel, podjetje ne more kar tako na svojem transakcijskem računu zbirati denar za nek tuj projekt in če bo projekt uspešen, bom jaz potem iz svojega računa nakazal temu nosilcu projekta denara. Zato to sem jaz seveda vedel, zato uporabljamo plačilni sistem podjetja Lemonway, ki je francosko podjetje z enako licenco, kot ga imajo banke in je specializirano za takšno obravnavo plačil, ampak seveda na Banki Slovenije razumljivo tega niso poznali. In česa sem se jaz bal, ker so mi tudi povedali ker so se bali tudi moji poslovni partnerji iz Islandije, je to, da ko se srečaš z državno institucijo, ki se sreča z nečim popolnoma novim, ker ne more umestiti v okvire, s katerimi so se prej srečevali, je zelo velika verjetnost oziroma velika možnost obstaja, da je njim lažje reči, to pa nekaj novega, ni glih čisto, ker v zakonu piše, je njim lažje reči, ne, tole nam nič ne diši, vi nam morate tega delati, kot pa na drugi strani to se poskušati vse skupaj razumeti in se prilagoditi oziroma potrditi. No, in jaz sem imel sicer na koncu ta izkušnja zelo pozitivna, sicer trajala res mesec pa pol in je bilo zame zelo to mukotrpno, ker se je to dogajalo pred samim štartom platforme in se tudi ni razrešil pred dejanskim štartom, samo sem verjel, da se bo to razrešil, zato ker je bilo vse pripravljeno tako, da bo zadostovali slovenski zakonodaji, ampak me je res pozitivno presenetilo, da so se na Banki Slovenije zelo poglobili in so na koncu potrdili moj poslovni model kot skladnega slovensko zakonodajo. To bi rad samo poudaril, da eno je to, da imamo strategije, ki jih pripravlja Evropska unija in da jih potem implementiramo, pa upoštevamo v Sloveniji, ampak te strategije nič ne pomenijo, če se jih potem državne institucije, državni organi ne zavedajo. Tako da to bi super priložnost to zgodbo predstavil. Zdaj, kar se tiče mogoče še, da bi se dotaknil tukaj pametnih mest, ker če se malo izrazim v sodobni terminologiji, pametna mesta so zelo povezana s tem, predvsem, kot smo slišali, da se čim bolj približajo ljudem. V bistvu trend v svetovnem pogledu je v tem, da ker tehnologija omogoča to, da gre trend v demokratizacijo odločanja, kar pomeni, da se poskuša čim več ljudi upoštevati in poslušati, zato ker je danes to s tehnologijo tako enostavno poslušati ideje ljudi in jih potem tudi upoštevati. In pametna mesta na ta način, recimo, vem, da v Mariboru to že nek sistem deluje, crowdsourcinga, če se izrazim bolj moderno, kar pomeni, da ljudje
prispevajo svoje ideje, ne vem, vidijo, da sem jih danes gledal, ena izmed pobud je, da so neki smetnaki na mestnem trgu uničeni in nek občan je predlagal, da se te smetnake umakne in zamenja. To je zdaj tak čist majhen primer, zdaj drug korak pametnih mest je potem to, kar sem že prej, kar ste omenili, ta participativni proračun, se pravi, da ljudje imajo možnost soodločati prioritete mest. Zdaj tretji korak, kar se pa tudi mesta že po Evropi in po svetu ga tudi poslužujejo, to je pa še en korak lepom, je pa kombinacija crowdsourcinga, kar pomeni zbiranje idej občanov in pa crowdfundinga, možnega financiranja. In to v praksi tako recimo zgleda, da ljudje, ki prispevajo neke ideje na neki platformi, ali je to zdaj platforma, ki jo vzpostavlja občina oziroma neka partnerska, najprej prispevajo idejo, občani glasujejo in tiste najboljše ideje potem komisija pregleda in izbere in oceni, katera bi bila primerno za izpeljavo, potem gre pa korak dlje in rečejo, ok, za ta projekt rabimo 20 000 evrov in bomo, občina se ne more prvošiti ravno 20 000 evrov, da bi ta projekt izpeljala, se jih pa zdi zelo zanimiv in potem pripravijo crowdfunding kampanjo, določijo, kdo bo to vse skupaj vodil in v bistvu omogočajo ljudem, občanom, da prispevajo, recimo, da občani zberejo 10 000 evrov, potem pa če v projekt zbral zadostno tisti ciljni znesek, bo še občina podvojila ta znesek. In to dela recimo na Finskem tudi na državni ravni, ko se zbira, mislim, ko se pripravlja neki razpisi recimo za kulturo in tako naprej. Tako da tukaj možnosti ogromno za posodobitev. Hvala, gospod Rauh. Jaz si mogoče naredil tak medklic, zdaj, ko ste, hvala za delil z nami to zelo zanimivo izkušnjo, ki ste ga imeli, ko ste upozorili tudi, da ste imeli težave pri razvoju nove storitve, zaradi tega, ker pač nek zakonodajni okvir ni bil namenjen, prilagojen temu, da bi mogoče gospoda Turka čisto en kratki komentar prosil, recimo, verjetno ni edino podjetje, ki se s tem sooča, kako lahko generalni direktoralni princip v nek način pripomore k reševanju teh problemov, da se potem te administrativne vire na digitalnem trgu Evropske unije se čim hitreje razrešuje, da se te političke ideje tečejo, da se potem tudi generirajo novo delovna mesta in pa tudi potem neka akumulacija kapitala. Zdaj vsi vemo, da informacijsko-komunikacijske tehnologije se razvijajo izjemno hitro, da spreminjajo način življenja, spreminjajo način poslovanja, spreminjajo poslovno okolje, način, kako se zabavamo in tako naprej. In te spremembe so tako izrazito hitre, da praviloma posod po svetu zakonodajalci zamujamo in se prilagajamo in sledimo tem. Redko, ki je zakonodajalec dovolj hiter, da bi prej naredil neko normativno zakonodajno okolje, ki bi bilo primerno za digitalizacijo ali pa za neke nove poslovne ideje in tako naprej. Vedno sledimo in to je pač posledica tega izjemno hitrega razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, predvsem pa neke inovativne uporabe teh informacijsko-komunikacijskih tehnologij za reševanje življenjskih situacij, s katerimi se ukvarjamo. Mi se tega zavedamo, zavedajo se tega tudi kolegi po Evropi, država članicah, zavedajo se tega Evropska komisija, del, če ne pretežni del zakonodajnih idej in pa predlogov, ki izvirajo strategije Digital Single Market, v bistvu rešuje te probleme. Mi temu sledimo in se ravno pripravljamo in delamo analize, kako te zakonodajne naloge, ki so pred nami. Pred nami je prenos v nacionalno zakonodajo nekaj direktiv, ki so že bile sprejete, detektirane imamo probleme zakonodajne narave v zvezi z temi sodelovanimi poslovnimi modeli, glede uporabe interneta, glede osebnih podatkov in tako naprej in se pripravljamo oziroma delamo analizo o morebitni pripravi nekega širšega zakonika o kibernetskem prostoru oziroma zakona o kibernetskem prostoru. Tako da na tem delamo, zadeve niso enostavne, ko recimo sodelujemo s kolegi iz drugih resorjev, ki so že prej omenjeni, tudi finance, urad za intelektualno lastnino in podobni, ko sodelujemo z njimi pri pripravi stališč do zakonodajnih predlogov Evropske komisije, pogosto trčimo z diametralno nasprotnimi interesi.
Mi zagovarjamo interes neke fleksibilnosti, nekega prilagajanja, aktivnega, hitrega prilagajanja normativno-zakonodajnega sistema novemu okolju, realnosti novega digitalnega okolja, medtem ko oni so pa bolj inertni in so ujetniki nekih svojih zatečenih modelov, ki veljajo že desetletja, da ne rečeš več desetletij že. Ne? Tako da to spreminjanje zakonodaje je vse prej kot lahko, ampak ideje imamo, delamo analize in pričakujem, da do konca leta bomo prišli ven z informacijo o tem, ali bomo pripravili zakon o kibernetskem prostoru, ali bomo pripravili nek širši zakonik, oziroma kako bomo te zakonodajne naloge, ki so pred nami izvedli v prihodnjem letu in do sredine leta 2018. Hvala. Zdaj pa še gospod Jure Trbič. V tem prvem krogu, ki ga zdaj tudi zaključujemo s tem vašim prispevkom, potem pa prvo vprašanja za strani občinstva, so se začeli že kar ene stvari, se mi zdi lepo kristalizirati. Večkrat bilo izpostavljen ta vidik sodelovanja občanov, državljanov v vključevanje v informacijsko družbo. Nek način smo tudi pogovarjamo, kaj je tudi nek ta širši splošni interes v odnosu do razvoja teh storitev. Vi prihajate iz nevladnega sektorja, nevladnih organizacij, sem pomemben element te vključujoče informacijske družbe. Kako pa nevladna organizacija, ta civilno družbeni sektor gleda na te strategije, bodi si pri oblikovanju te strategiji, imamo državljani možnost sodelovanja pri teh kompleksnih stvareh, ki večina ljudi da se tudi ne razume. Kje vidite to možnost vključevanja in kakšna je bila potem odgovor nevladnih organizacij? Ja. Se bom potrudil, da bo odgovor kompakten in kratek. Rekel bi, ja, da v neki meri gotovo se lahko rečemo, da so nevladne organizacije, ne bom rekel zagovornik javnega interesa, ampak mogoče prej nek lijak, ki iz družbe, iz posameznikov državljanom zberemo oziroma zbiramo neke pobude in ideje in tako naprej in jih potem bolj ali manj organizirano, tudi lahko potem prek civilne družbe, prek organizirane civilne družbe, torej nevladnih organizacij kot pač nekih statusnih oseb, sodelujemo v teh postopkih, ko se pač pripravljajo predpisi, pa naj si bo pač nekaj strateške do izvedbenih aktov, ne? Kjer se pravzaprav nahaja tisti javni interes, ki je potem noter. Zdaj, sigurno lahko rečem, da smo tu nevladniki kot neke vrste črni rački med lobisti industrije, ki ima sigurno večje sposobnosti za pač lobiranje, ne? Sami državljani pa vse premalo to upoštevamo, ne? Ker tudi državljan kot posameznik ima neko pač bolj ali manj močne, lahko piše, lahko organizira, no, pač, če pa organizirano, smo pa že v civilni družbi. Tako, tu bi dal mogoče en zanimiv primerno internetna nevtralnost, ne? Ki je bil en tak področje, kjer je bila industrija telekomi predvsem izredno močen interes, da zadeva pade. Tu smo tudi, moram reči, tudi ponosni na našo državo, kako se je pač držala, ne, glede tega, da mislim, da smo bili poleg Nizozemske edini, ki smo zadevo držali na nevtralnosti, ker pač nakratko pomeni, da so vsi podatki, vsi biti so enakopravni. Tako da nevladne organizacije, tu govorim širom Evrope, ne, so tu res naredile nek zelo močen preboj, kar je dokaz, da se da. Ne. Sicer leta trajala kampanja, ampak smo tudi mislili, ampak se da nekak premike. V drugem delu odgovora glede na dokumenta, torej tako evropsko strategijo kot pač državno, pa lahko rečem, da gledamo kot na pozitivno koraka, v kakšni točki morda celo premalo radikalna, če je to pravi izraz, ampak v pravo smer. Naprimer, definitivno področje reforme avtorskega prava, ki je obsoletno glede na današnje pač okoliščine, odprava geoblockinga, pač končno, ne, harmonizacija standardov in interoperabilnost je pa tudi nekaj, kar lahko seveda samo pozdravimo. Zdaj, nekaj malo kritik oziroma skrbi, morda boljši izraz, bi rekel, da je kako dosežiti, ker določeni cilji za evropsko strategijo
so v bistvu kontraefektni. Naprimer, učinkovito varovati avtorske pravice, ne, in je lahko pogosto sporno stališča zasebnosti ali pa stališča pravice dostopa do znanja. Ne. Podobno je tudi pri roamingu oziroma odpravi geoblockinga, ker moramo vedeti, kje pač človek uporabnik s to napravo je. Ne. Dodatno, ukrepi, ki so pač zasnovani v strategiji, so zasnovani tako, da finančnih vložkov strani Evropske unije pravzaprav ni, oziroma so zelo majhni, ker je iz stališča davkoplačevalcev pravzaprav nekaj zelo lepega. Po drugi strani so pa neke skrbi se tu pojavljene, da kakšen bo pa pravi interes, ne, zdaj sploh pri področju infrastrukture, če smo prav razumeli, je predviden tudi ta model javno-zasebnih partnerstv in tu je recimo ena skrb na mestu, kaj če, torej, ne vem, primer tudi mi prihajamo iz malo manjšega kraja, ne, kjer neke optike še danes jo nimamo, mingrede pa tudi dvomim, kdaj jo bomo imeli, ker je dejansko nerentabilno in zdaj zasebni partner dvomim, da bo to še sam počel, ne, kot pač neka skrb. Mogoče tu na mestu izpostaviti, da pa ne samo pri hardware infrastrukturi, tudi pri mehki, torej že nekih portalih in profilih, ki so razviti, je lahko prihranek, ne, so že razvite te storitve, ki so na mnogih področjih, zdaj mi na pamet recimo lahko pade kakšen portal za promocijo zdravja, ki vem, so se z njim ukvarjal zrno zdravja recimo, ali kar nekaj je teh zadevno. Tako da te tehnološke rešitve bi se dalo uporabiti tudi v druge vsebinske rešitve, to hočem podati. In še mogoče za konc, no, da je ena izmed kritik, ki sem jo zasledil, je, da vsebinsko ni veliko novega v tem dokumentu napram prej, ampak dobro, tu moram reči, je bilo že dobro izpostavljeno, ja, da je razvoj pač tako hiter, ne, da je težko tem organiziranim strukturam slediti in naj tu zaključim z lončkom, z nevladniškim lončkom, ne, da v bistvu nevladne organizacije vidim, so tu lahko čudovit povezovalec, ne. Tako tega državljanov ljudstva, če rečem, do pač potem organiziranih struktur države, Evropske unije, občine, tako. Mislim, Jure, izpostavil se nekaj par zanimljivih zadnjev, ki bi tak mogoče dal v komentar gospoda Zorana Stančiča iz Evropske komisije. Namreč Jure je izpostavil, ko če nekaj povzamem z eno besedo, tudi vprašanje zaupanja. Ne? Zdaj, ko Evropska komisija, Evropske institucije postavljajo te strateške okvire, seveda so tudi predmet teh različnih potem lobističnih, ne, intervencij. Digitalna družba, tudi gospod Marjan tudi izpostavil, je seveda, če smo realisti, imamo doskrat kolizij različnih vrednot. Povedam seveda zdaj potem iskanje teh ravnotežij znotraj teh vrednot, tukaj nekaj kapitalskih interesov, je z vidika občana zelo pomembno, da ima prvič pregled nad preglednostjo teh postopkov, da so tudi potem neki dokazi, da se potem neka mnenja, neka organizacij, ki varujejo nek, bi rekel, tudi javni interes, čeprav k tem razpravljamo, kaj je to za celo teh dokumentih. In me zanima, če lahko na kratko prokomentirate, kako si Evropska komisija prizadela uresničiti te, bi rekel, kriterije, neke transparentnosti, inkluzivnosti, tudi javnega mnenja in zdaj bo tudi kar neki debat na ravni Evropske unije, pač podleganja lobističnim pritiskom močnih kapitalskih interesov. Kje so ti, bi rekel, mehanizmi za bolj ravnotežje? Jaz mislim, da, hvala lepa za vprašanje, pa tudi za mnenje, jaz mislim, da je to zelo pomemben element te diskusije. Hkrati pravzaprav traja na tem, da vete, če je kakšna organizacija, ki je transparentna, je to Evropska komisija. Ne? Poglejte, recimo, za vsakega komisarja, torej, kot prvo mi imamo obvezno moramo objaviti seznam lobistov, ne, ki tako drugače delujejo z Evropsko komisijo. Ta seznam je javen in celo več obstaja navodilo, da komisarji in uradniki, najvišji uradniki, ne smejo sprejemati pogovor, torej na diskusijo tiste, ki niso zapisani v registru lobistov. Skratka, če pride recimo X podjetje, reče, jaz bi se rada pogovarjala s komisarjem, komisar bo rekel, počakaj, ne, ali si v tem registru, ne, torej bodi si podjetje ali pa zastopnik podjetja. Ne, in če nisi v tem registru, potem ne sme komisar se srečati s temi lobisti. Ne? In celo več, ne, potem je komisarji imajo objavljen seznam, s kom so se dobili.
Tako da tukaj, jaz mislim, da mi delujemo transparentno. Ne? Seveda, jaz mislim pa, da je legitimno in pomembno, ne, da vedno znova nas državljani vprašajo, ali je to dovolj, ali moramo iti še en korak naprej. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da so državljani kritični, ne? Da rečejo, to pa to je v redu, to pa to je pa treba narediti še bolje. Ne? In zdaj, recimo, ko gledam, kaj se recimo dogaja, ne vem, če poznate, pred 2 leti je bila objavljena analiza sestankov, ki jih je imel ameriški sekretar za finance, torej minister za finance, ne, z določenimi predstavniki bank v določenem obdobju. Kako so to naredili? Naredili so tako, da je neko združenje oziroma nek novinar novinar Financial Times analiziral njegov urnik, torej koledar, ki je bil pa javno objavljen. Torej, na enostaven način javne objave ministrov ali pa mogoče županov, lahko točno vidiš, kako vidijo državljani, s kom se določeni osebe srečujejo, in kaj to pomeni, zakaj to pomeni, ne zaradi tega, da bi državljani kontrolirali, ampak kdo vpliva na oblikovanje mnenja posameznih odločevalcev. Tako da hočem povedati, da relativno enostavna tehnologija, torej zgolj torej treba vplivati na to, da se dajo urniki na razpolago javnosti, na ta način se lahko vpliva k pomembnem koraku demokratizacije družbe, torej opolnomočenja državljanov, za tega, da legitimno nadzorujejo oblast. Tako da to se mi zdi lep primer in komisija tukaj zelo delamo v tej smeri. Seveda pa, če mislite, da bi bilo potrebno narediti še kaj več, smo pripravljeni za te pobude. Zelo radi vam podaril to, da, veste, problem, ko ga ugotavljam v Sloveniji, je to, da nekaj se pripravi, potem pa rečejo državljani, podjetja, pa tudi, če hočete državna oblast, reče, to pa spet nekaj Bruselj nam tam nekaj pripravil, zdaj nam pa Bruselj soli pamet. To ni tako. Glejte, mi imamo postopke priprave predpisov, ki so zelo obsežni. Prvo imamo neko konsultacijo. Ta konsultacija poteka prek interneta, je odprta za vse. In kaj jaz ugotavljam, vedno znova premalo torej deležniki Slovenije sodelujejo v teh pripravah ne samih torej regulativnih predlogov, ampak izhodišč. Tukaj je potrebno, da seveda je problem, ko je teh predpisov preveč, ampak potrebno je to, da se ugotovi, kaj se dogaja in pa se pa reče v redu, že v pripravu izhodišč za pripravo predlogov se reče, tukaj je pa naš interes. Tukaj je pa pomembno, da damo svoja legitimna mnenja. In potem pa, seveda, ko se pa pripravi sam predlog, pa Slovenija polnopravno sodeluje v pripravi predloga, je ena od tistih, ki sedi za mizo in so odloča. Vsa regulativa, vse predpisi se v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki je od leta 2010, je tako imenovan postopek soodločanja. Pomeni, da se odloča Evropski parlament, kjer imamo Slovenci svoje poslance, in svet, kjer imamo Slovenci spet vlado, ki zastopa interese Slovenije. Tako da je zelo pomembno, hočem povedati, da veste, te inštrumente odločanja na pripravo osnutkov, na osnutke same in potem v zakonodajnem postopku čim bolj izkoriščamo, in seveda zato so digitalne tehnologije na razpolago. Treba je sodelovati in tukaj se mi zdi, da je treba pravzaprav s tem delati v smeri opolnomočenja državljanov in podjetij na vsak način. Hvala, gospod Stančič. Bi smel še eno stvar? Zelo vrnil žogico nazaj, tako da na hitro, prosim. Samo en detalj mogoče. Kar pa razpravo, ki se prenaša na gospoda. Kar dajte, se bom pa potem mogoče o infrastrukturi, ko bi rad pozoril na možnosti financiranja, tako je gospod Trbič pozoril. To, kar ste zelo nakratko, da mogoče za naprej, za naslednji krog, to vključevanje deležnikov, da je premalo tega sodelovanja v teh evropskih zgodbah, je vedno tudi mogoče ena posledica, da imamo na nacionalni ravni različne akterje, ki pa smo poskušali skozi različne slovenske internetne forume, skozi digitalna koalicija postavili na nek način, nekako težko pridemo skupaj. Pa mogoče zdaj ne vem, ali bi zelo nakratko mogoče gospod Turk pa dan pa mogoče 2-3 stavka.
Tudi je do te zgodbe širše. Ko govorimo o digitalizaciji, govorimo o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij na razne načine v družbi. In ko govorimo o družbi, je to ena plejada zelo različnih deležnikov. Če te deležniki ne sodelujejo pri teh procesih, je seveda problem. Mi se tega zavedamo, vsaj mi si predstavljamo, da se tega zavedamo in smo v preteklih letih, ko smo pripravljali te strateške dokumente, smo imeli javne pozive, imeli smo posvetovanja, ustanovljen je bil neki slovenski internetni forum, smo se posvetovali o internetnih zadevah, imeli smo namenska osredotočene javne razprave o pripravi strategij. Tako da marsikaj, kar je zapisano v strategiji, je eksplicitno posledica, neposredna posledica teh javnih posvetov, pozivov za prispevke in tako naprej. Tako da mi bomo verjetno izvedli tudi javni poziv za ideje v zvezi z prenovo zakonodaje, ki bo bolj primerna za digitalno družbo. Tako da pričakujem, da v začetku novembra bomo dali tak javni poziv za prispevke ven. Ko bomo prispevke dobili, zadeva bo odprta tam 2-3 tedne, bomo organizirali še eno javno razpravo na to temo, tako da bomo potem lahko za ministra pripravili en kvaliteten predlog. Hvala, gospod Tur. Zdaj odpiram po tem prvem krogu, mislim, da smo se kar lepo odprli, različne teme smo odprli, vprašanja, komentarje, mogoče v tukaj strani občinstva, če si želi kdo odzvati na ta prvi krog mnenj, kako vabljeni. Jaz sem skušal že večkrat. Aha, to sem gospod Eda. Ja, gospod Eda, izvolite. Jaz mislim, da gospodarstvo... Se lahko samo predstavite mogoče na začetku. Ja, jaz sem Eda Zuganovič. Prehajam rečemo z gospodarstva. 20 let sem delal v iskreni, če sem pa na svojem, delam za večje podjetja, kot so Petrol in Pol, Iskra. In bi upal trditi, da gospodarstvo že digitalizira, sploh izvozno gospodarstvo, ker če ne bi bilo, ne bi imelo naročil. Tako da tukaj zdaj debatiramo v državni pa v javni upravi, pa je v postopku digitalizacije. En vidik je pa vprašanje za Smiljano. Mi smo lani spravili v proračun mestne občine Kranj sredstva za demokracijo popravljeno, kot jo sam vprašal, da bomo leto smo naučali, pa proračun druge postavke. Ja, zdaj lahko ti odgovorim zelo direktno. Ja, verjamemo, da bomo večino koristno uporabili še v letošnjem letu. To čist na to konkretno vprašanje, ampak mogoče bi pol v drugem krogu pa malo širino tudi tega. Zakaj? Ni vedno problem samo to, ali neka sredstva so na voljo ali ne, ampak je velikokrat vendarle potem izziv se dovolj dobro pripraviti, da boš ta sredstva tudi pravilno uporabil. In tukaj, tako kot sem že v prvem krogu rekla, ne, dokaj enostavno je kupovati infrastrukturo, zagotoviti tehnologijo in tako naprej. Ko pridemo pa na področje storitev, ko pridemo do tistih projektov, ki bodo opolnomočili občana, tam pa ni več tako enostavno, ker bom eno svoje stališče, mogoče pa kar z 25-letnimi izkušnjami, ker sem delala z informatizacijo na področju dela z ljudmi. Jaz sem se ukvarjala z informatizacijo v zdravstvu, tudi v javni upravi in zdaj nekako v občini. Ljudje morajo biti na to pripravljeni. In tukaj pa imamo mi, recimo v primerjavi, bom rekla, z nordijskimi državami. Mi imamo težavo, da nismo navajeni. Mi lahko odpremo javno razpravo in damo ljudem možnost, da bodo prispevali svoje mnenje. Ampak se na ta poziv odzove bistveno manjši krog ljudi, kot bi bil primeren za to, da bi bila potem rešitev bolj široka, primerna več ljudem, dosegla boljši učink in tako naprej. Mi se praviloma ne odzivamo. Pa tukaj spet tehnologija nima nič zraven. Lahko ta poziv naredimo kar z megafonom po Kranju gor pa dol, pejte pa boste videli, koliko ljudi vam bo povedali mnenje.
in potem lahko odprete na spletni strani in tako naprej. Tako da je tehnologijo treba izkoristiti za to, da bomo ljudi to navadili. Nekaj ljudi, v Kranju imamo kar povej, če malo tam sledimo, kakšni so prispevki občanov, so zelo ozko usmerjeni. Se pravi, majhna množica ljudi, ki prispevajo svoja mnenja tja in problemi so zelo ozko usmerjeni. Mi se še vedno ukvarjamo s problemi pločnikov, znakov, nažalost bom zdaj Matej rekla, mogoče smeti, tako, a ne? Ampak drugače pa enostavno nismo navajeni. Mi imamo problem, nismo navajeni za to, da bi prispevali in zato tudi dileme, kaj narediti in kako koristno porabiti denar. Dobro, mislim, da smo odprli eno zelo zanimivo temo, gospod Zoran se javil, sedi pa še gospod nekaj. Jaz bi samo pravzaprav reakcijo na vaš komentar. Upozorili ste pravzaprav na pomen digitalizacije gospodarstva, digitalizacije industrije. Tako da tukaj bi se deloma, ta del je zaobjet v tako imenovani tretji steber, ki ga imamo v digitalnem enotnem trgu in je izpostavljen kot digitalizacija industrije in je zelo pomemben. Vendar je pa tukaj pravzaprav zelo širok razpon izzivov, s katerimi se soočamo. Nekatera slovenska podjetja so popolnoma zaobjela te priložnosti. Recimo, če pogledam, zelo natančno so pogledali, recimo, kaj dela Gorenje. Njim je internet stvari popolnoma jasen, tudi digitalizacija proizvodne, skratka, stvari grejo izredno dobro. Je pa veliki izzivi so predvsem pri srednjih in majhnih podjetjih. In tukaj so problemi, recimo, pomankanje ljudi s ustreznim, torej, če imate neko majhno podjetje, ki je osredotočeno na, recimo, tradicionalno neko proizvodno, mizarje, recimo, je razkorak med priložnostmi in tistim dejansko, kaj bi se dalo narediti, zelo, zelo velik. Tako da tukaj se mi zdi, da je treba, da se da še ogromno narediti. Izzivi so recimo, če gledamo samo avtomatizacijo proizvodnje. Danes je 90% proizvodnje, ki se dela, torej recimo robotsko podprtih linij, je narejeno samo za recimo določeno tovarno, za določeno proizvodno linijo. Ali bi lahko naredili obratno, torej da bi se pravzaprav 90% bilo narejeno že standardno in samo 10% da bi prilagodili za posamezno proizvodno linijo. Tako tukaj se mi zdi, da so izzivi ogromni, največji so pa predvsem za srednje pa majhna podjetja. Vemo, da pravzaprav so prav srednje pa majhna podjetja tista, ki so glavno gonila gospodarskega razvoja v Sloveniji. Ja, jaz bi se samo odzval, kar je gospa povedala o tem, da jaz se popolnoma strinjam s tem. Ljudje, saj v Sloveniji še zmeraj ta kultura, se nismo navajeni odzivati, ampak moje, mislim, čisto drugo mnenje, ker prihajam, mislim, tudi v bistvu iz področja, ki se pravi množično financiranje v Sloveniji kot platforma ni obstajalo prej, preden sem začel. In verjemite mi, da še predobro poznam ta občutek, da imam neko storitev, ki je v bistvu orodje, zelo močno orodje, ki jo omogočamo ljudem, ampak po drugi strani imam pa ogromno ljudi, ki v bistvu ne ve, kako to orodje sploh uporabljati. Ampak tukaj drugi dik, enostavno na neki točki je treba začeti. Treba je začeti ljudi ozaveščati, da so te možnosti, ker tudi v nordijskih državah se te zadeve se niso s temi razumevanji ljudje tam rodili. Leta 2012 so naša partnerska platforma Karolina Fant je začela obratovati na Islandiji in tam človek ni imel pojma, kaj je možno financiranje. In počas se je začela, tako kot jaz vidim, da bo treba blazno veliko vztrajnosti in časa, da se bo to razvilo, da bodo ljudje začeli to razumeti, ampak kaj danes, dokaj so prišli samo s to platformo. Na Islandiji zdaj, ker jaz sem kar doskrat gor, ker sem tudi živel pol leta, 2 leti nazaj tam vsaka druga babica, recimo, bom tako rekel, da pozna to platformo in vejo, da lahko podpirajo projekte nekih ljudi, ki jih poznajo. In se tudi starejši ljudje potem odločajo za zbiranje denarja na tak način. In če tudi prevedemo to na to temo, da občani, da super, lahko je toliko in toliko pozivov, pa se ljudje ne bojo odzvali. Tukaj ni bližnic. Treba je nekje začeti, zadeva se bo počas razvijala in noben je rekel, da se mora začeti s tem, da bojo ljudje soodločalo porabi 3 milijonov evrov. Ampak lahko je to en projekt ozorčen, 2 projekta manjša, če se dobro speljeta,
bo to pritegnili več ljudi in ta baza bo rasla. Je pa sigurno to zelo dolgotrajen proces. Hvala. Gospod Egor, ste zadovoljni z odgovori? Ne, še čisto. Mogoče čisto kratek komentar, no? Pa bi dal pa tam prispej. Da mi malo ljudi ocenjujemo, ker v prejšnjem sistemu so ljudje soupravljali. Če se spomnite samo prispevko in vsega, kar je bilo tukaj zgrajenega, smo mi zdaj to malo pojasnili, mi smo kar pozabili, da so ljudje znali soupravljati, zdaj pa ne pustimo pa soodločiti. In to, ker ta delegatski sistem, da vas volimo politike, pa občinarje na 4 leta in pa čakamo, da nova garnitura pride, bi radi tukaj vmes posegali kot civilna družba in soodločati. Zdaj jaz vem, da je 95% proračuna državnega, pa občinskega, zakonsko potrošnega, ali pa v njih 5% se to na kakovostnega življenja vplivali bi pa rad soodločiti. Izvolite, gospod. In v našem podjetju smo tudi začeli malo raziskovati priložnosti na temo Smart City City Next. In smo imeli tako raziskavo, tudi malo smo že sam trg raziskali in smo tako na hitro ugotovili, da v bistvu dosti teh Smart City Next projektov v bistvu propade, ker ne združijo. Smo recimo samo v Sloveniji 6 portalov na temo občin najdel, da so zanimivi portali, pa niso zaživeli, ker enostavno pač ni potrebe potem ali kako se pač pripravljamo pač zaživeli. Potem imamo na drugi strani krasen portal uprava, ki pač ne znamo na naši ciljev vključitev občin. Tukaj mogoče spet to, kar ste že omenjali, uspešnost ljudi. Jaz mislim, da res ljudje bi uporabljali te stvari, enostavno, ko jih sprašuješ, recimo na pravno enoto veš, ko smo delali raziskave in so v bistvu ljudje bi uporabljali, niti ne vejo, da to obstaja. Mogoče čas niti ne vejo, da je certifikat ni zastojn, enostavno ljudje ne vejo. Potem zdaj mogoče bi se navezala še na strategije politika. Imamo krasno evropsko strategijo na državni ravni. Vsaka občina v Sloveniji ima svojo strategijo, tudi občine znotraj Slovenije pač strategijo na seboj. Tako Kranj, Ljubljana, Škofljica, vsaka ima pač neko svojo strategijo. Ko smo že začeli s določenimi idejami, iniciativami konkretnimi, ki bi jih lahko ponudili, smo v bistvu zaznali, in problem je bil, vedno smo potem naredili, so občine pripravljene svoje zaposlene v bistvu te vrednote, kot so že sami omenili, spremeniti. Zdaj bom pa kar konkretno navedla, recimo primere. Ali bi bila občina pripravljena svoje zaposlene prilagoditi temu, da če nek član rabo storitev, da bi se on enostavno vsedel v avto, pa prišel k meni na dom, pa mi prinesel potni list. Ali pa, ne vem, recimo rojstni list otroka, ravno dobila. Potem, ali so pripravljeni na teh povratnih informacij? Če recimo bila tukaj, smeti so razmetane, po mestu spikam s telefonom, pokošam na občino letje, tukaj so smeti, ne vem, ali je to prišel povrat. A je občina, ali so pripravljeni na to, da mi pošljem nazaj povratne informacije? Ali so pripravljeni na to, da mi bojo obvestili, da sem novo zaposlena v občini, da mi pripada 5 let neplačevanja stavbnega zemljišča? Če ti konkretno... Vaše vprašanje, če to razumem. To, vaše vprašanja, so občine se pripravljene, v bistvu to misleno zaposlenka, močno ne bi bila na letišču, da so prijateljne storitve, ampak ta misleni preobrat. Mislim, da je za vprašanje za gospod Smiljana. Ja, hvala. Zdaj bi vseeno mogoče malo širše. Ja, zdaj raven hotela sem toliko širine, kot je celotna razprava na to temo bila do sedaj. Jaz mislim, da je prav, da zdaj vendarle v celoti nekako odgovorim. Mislim, da je kar nekaj stvari, ki jih poskušamo v naših izvajanjih pa v razpravi
povezanih in mislim, da jih poskušamo tudi razumeti. Jaz nisem trdila, da ljudje, bom rekla, da ljudje sami od sebe ne bi, ampak nekako, dvakrat sem poudarila, nismo navajeni, mi te prakse nimamo, da bi res sodelovali, da bi res so odločali, da bi res so upravljali. Enostavno, kakršnikoli so že razlogi, večino ljudi je pri nas pasivnih, velika večina. In če želimo te ljudi aktivirati, mislim in tudi nekako, bom rekla, v mestni občini Kranj delimo to mnenje, da moramo iti korak po korak, tako kot je rekel tudi Matej. To se pravi, potrebno je ponuditi informacije in potrebno je vzpostaviti način komunikacije. In v ta način komunikacije potegniti čim več ljudi. In seveda pri tem bomo uporabljali sodobno tehnologijo in mi bomo koristili en dober zgled v Kranju, ki ga ima mestna knjižnica, ne vem, koliko poznate, ampak mestna knjižnica zelo dobro komunicira s svojimi člani in tudi njene aktivnosti in njeni dogodki so obiskani. Skratka, ljudje sledijo tisto, kar se tam dogaja, na nek način so uspeli ustvariti neko ustrezno komunikacijo, da zadostijo potrebam občanov in da se občani na to odzivajo. Na podoben način bomo poskušali razširiti, z tako novicami uprave, kot z, bom rekla, delovanjem drugih zavodov, ki so v Kranju aktivni in ljudi počas pritegniti v to sodelovanje. Seveda je cilj, da v letu 2018, da v letu 2017 nekako vse te priprave, vse te informacije, vso to komunikacijo v mestu vzpostavimo, da v letu 2018 začnemo tudi s participatornim proračunom. Seveda je participatorni proračun nekaj, za kar rabiš informacije. Ti ne moreš odločati o 100.000 evrih, če ne veš, kakšna je problematika, če ne veš, kaj so cilji, kaj je širše, potem pridemo na zelo take parcialne, kaj kdo bi. Seveda je treba informacije vnaprej podpreti, povedati, kakšne so usmeritve, kaj si želimo in znotraj tega potem ljudi prositi za njihovo mnenje, jih pozvati in potem tudi na osnovi njihovih mnenj, njihovih želja postavljati prioritete znotraj nekih okvirov. In zdaj zelo konkretno, to sem pa že v prvem izvajanju tudi poudarila, ali je občina Kranj pripravljena, kdo? Župan je, ali pa lahko celotna uprava v mestni občini, 150 ljudi, od teh ljudi pričakujemo, da bodo spremenili svoj način dela na ta način, da bodo bolj odprti proti občanom, da bodo hitreje odreagirali na vsak poziv občana, recimo, kaj se dogaja s tem področjem, ali bo res v 24 urah korekten odgovor, ali je stvar že rešena, bo rešena in tako naprej. To je pa seveda bolj sociološki, psihološki proces. Morda jaz na dolg časa v gospodarstvu je tam lažje doseči pri zaposlenih, da odreagirajo do poslovnih partnerjev na sodoben, prijazen način, kot je to včasih v javni upravi. Tukaj pa kar treba mehanizme vzpostaviti, da bo vsa množica uradnikov pripravljena tudi spremeniti, biti bolj ažurnih, bolj korektnih in hitreje odreagirati na pozive občanov. To spet ni stvar tehnologije. Hvala za to. Ja, takoj. Se mi zdi, da se večkrat vrtimo tako kot ene muske pol bele kaše. Smo aktivni, pa nismo, pa smo pasivni, pa je pa problem v kulturi, pa v administraciji. Jaz mogoče bi kar zaperil razpravo v to, da rečemo kar bo. Potem dam še javno besedo, pa potem povabil k razpravi Jureta pa Uroša namreč. Zdaj vidimo, da ta sodelovanje v digitalni družbi praktično ni tehnično vprašanje. V bistvu so nekje druge, imamo neke mehke izzive, probleme, bi tudi potem dali prosil za komentar, kaj bi vi pa predlagala, kako mogoče rešiti pomečkom ping-ponganje, ko ga imamo, kdo je zdaj, zakaj se ne predstavijo stvari. Pa bi prej še pa Jana prosil za njegov komentar, prosim Jan, izvolite. Hvala. Ime je Jan Zorš, Internet Society, civilne družbe, manjše kot je roke. Sem prišel sosede pogledati. Prej, kaj Matej pa Marjan sta razpravljala tudi zakonodajnih okvirih, kako
kako se lotili in kako se ni možno tako hitro spominjati. Sem začel razmišljati, recimo, bolj na Japonskem, da si greš v Tokio, tam kupiš eno kartico, s katero plačaš avtobus, vlak, v baru, pijačo, v supermarketu greš na kupiš kruh, skratka praktično vse. Zdaj, kot zakonov bi morali spremeniti, da bi kaj takega recimo lahko uvedli pri nas. To je samo začetek. Tukaj govorimo o tehnologijah, ki so danes na voljo, in ki ni neka znanstvena fantastika. Imamo EMSHO, vsak ima svoj unique identifier, to se rodi. Zakaj recimo na državni ravni ne naredimo, bom rekel, neke digitalne identifikacije, na katero lahko potem obvesimo vse. Lahko je to oblika digitalne identifikacije, s katero se na internetu legitimno predstavimo na različnih po svetu, kot državljansko meni Jandoš. Ali pa kot kartica, na katero obvesimo mojo plačilno kartico za banke, pa mojo zdravstveno kartico za vse moje in tako naprej. Zakaj moramo imeti recimo 10 različnih identifikacij v denarnicah, ki jih ponovadi želimo? Če govorimo o digitalnih storitvah po meri občanov. Seveda se moramo tukaj zavedati tudi temnejše strani sledljivosti, pa nadzora in tako naprej. Tukaj je zdaj debata v to smer, če hočemo se digitalizirati, koliko nas bo to udarilo nazaj, koliko bo to fajn, po domače povedano, pa kako recimo, Marjan, ti si rekel, da se pripravlja ta zakon o kibernetskem prostoru. Recimo, če smo tudi upoštevali take malo večje, širše ideje, da bi se lahko omogočilo, da sploh začnemo razmišljati. Ker tehnologija danes obstaja, problem je v bistvu zakonodaja in ta sodelovanje med deležniki. A bo Mercator sodeloval s Šparom pa s slovenskimi železnicami? Ja, tako, vse to vprašanje za gospoda Marjana Turka. To je malo izven konteksta, ki je bil prej napeljan, ampak bi vse komentiral. Sistem elektronskih identitet, ki javni ključ in tako zasebni ključ in podobno, je velik problem. To se je ugotovilo, da ne dela in čezmejno poslovanje v Evropi je problem. Evropska komisija se je tega lotila z uredbo EIDAS, ki vzpostavlja nov sistem elektronskih identitet in čezmejnega priznavanja elektronskih identitet za potrebe čezmejne uporabe javnih storitev. Ideja pa je, da te rešitve, ki so že, oziroma ki bodo razvite na tej osnovi za potrebe javnega sektorja oziroma za potrebe državljanov, ko bodo uporabljali storitve druge države članice Evropske unije, da bo to na voljo in da se bo implementiralo tudi v industriji, da bi naj na tak način tudi to prispevalo k pacu digitalnih meja tudi pri komercialnemu online prometu, pri online trgovini, elektronskemu poslovanju in podobno. Skratka, ideja je, da težave so, se rešujejo, v Sloveniji imamo pa tudi en specifičen položaj, ko imamo zdravstveno kartico, pa na kateri je nek digitalni certifikat, pa so bila prizadevanja, da bi se integrirala neka elektronska osebna izkaznica, pa več certifikatov po potrebi gor za različne namene, pa je bilo to tudi zaradi naše zelo stroge ustavne ureditve glede varstva zasebnosti, komunikacijske in informacijske zasebnosti, varstva osebnih podatkov, je informacijski pooblaščenec in pa civilna javnost in pa pravniki ostro nasprotujejo takim rešitvam, ki bi na nek način integrirali na enem nosilcu preveč informacij. Jaz se s tem osebno ne strinjam, ker s tem sami sebe onemogočamo. Po drugi strani je pa res veliki brat v digitalnem svetu, je pa tudi nekje. Tako da težko je zdaj razsojati, oziroma jaz nisem poklican tukaj, da razsojam, ki je tisto uravnoteženost. Prav, bi še mogoče povabil k komentarju gospoda Uroša, pa potem se naključiti. Hvala. Zdaj, če smo imeli do zdaj možnost, da slikamo prepoln koš smeti, pa pošljemo razglednico ali pa v zaprti kuverti županu, po novom pa to počnemo prek elektronske spletne strani ali pa prek aplikacije na telefonu, potem je pomemben, kaj imamo mi zdaj od tega na novo. A bojo zaradi tega prišli prej koš pobrati, ali bo koš ostal enako časa na svojem mestu.
Ljudje bojo izgubili interes, če bojo videli, da koš ostaja, da so se zastonj trudili in da ni bilo nekega rezultata, ki so ga pričakovali. In po drugi strani, če bojo pa videli, da je to pomagalo, bojo pa o tem govorili s svojimi sosedi, s svojimi sodelavci, prijatelji. In bo teh ljudi, ki bojo želeli na enak način komunicirati, precej več. Potem se postavlja drugo vprašanje. Če bo teh ljudi precej več, a bo občina še zmogla to kapaciteto vprašanj in reševanj. Recimo na kratko. Ja. Jaz bi tudi dodal v te debate, ko se je zdaj razvila, da je ta apatija, če tako se izrazim, ali pa demokratični deficit, se pozna marsikaj na različnih področjih in se strinjam tudi s gospod sogovorica, ni stvar tehnologije. Tehnologija, digitalna, lahko nam nudi čudovito orodje, da se v miru svojega doma podaš mnenje, niti več treba na občino države, kakorkoli stopati. Ampak stvar je, mogoče res bolj sociološkega vidika, ampak bi rekel, zdaj, sicer to meni kot nevladniku tu lažje, ampak to v bistvu je problem prej nosilcev oblasti kot pa državljanov, ker sej demokracija ni lahka stvar in stane in je zahtevna, tako je stališča, mogoče kdaj koga več rabiš, da vse to predela, potem tudi en tak zanimiv primer, tega je ta portal predlagam vladi.si. In sam sem tudi že v začetka, tam mislim, mi je bilo zelo všeč, ampak sem tudi videl, da tudi državljani, ki so tam gor dajali predloge, je, če se smem tako izraziti, z rezervo polno smetja. Pa tudi nenačrtovanega, ne da bi nekdo želel smetiti, ampak v bistvu ljudje ne vedo, da je nek predpis, ki že nekaj ureja, pa predlagajo vsebinsko nekaj drugega. Ampak dodana vrednost, ki pa pride iz tega, od državljanov ven, je tako vsebinska, kot tudi dejansko dvig demokracije in definitivno je dvig zaupanja s tem, ker se počutimo, da sodelujemo. In kakor je dr. Rajko že na začetku omenil, čeprav se jaz tam nekako ne strinjam, pa vsem, da v bistvu smo Slovenci zelo zagrabili nove tehnologije, smo navdušenci, ampak to tudi hitro poneha, sploh, ko vidimo, tako, ko je bilo zdaj rečeno, če tiste kante potem niso, ali pa so se ni naredilo, potem neham. Tako da bi bilo na mestu, da se v bistvu tako začne sistemsko delati s tem. Nevladne organizacije tu kar nekaj že počnemo. Jaz bi mogoče na mestu dal spet ten lonček, članica naše mreže je tudi Simbioza, ta projekt verjetno poznate, en tak zelo zanimiv, kjer so ljudi dejansko polnomoči se jih usposablja, ko uporabi računalnikov in digitalnih zadev. In tega bi bilo potrebno čim več, kot je rekel gospod Rauh, treba je začeti, treba je delati. Gospod Majer, ste še javili? Jaz bi samo še zelo kratko dodal, ko smo nekoč v Bruslu eni ekspertni skupini razpravljali o problematiki vključenosti v različnih vidikih, je nekdo na pol v šali dejal, da tam po Evropski komisiji se govori o tako imenovanem sredozemskem sindromu. In ki pravi, da z njim si uradnik Evropske komisije razlagajo to nezainteresiranost prebivalstva v teh južnoevropskih državah, ki so okoli Sredozemskega morja, ki jih ne zanimajo sodobne tehnologije, ki jih ne zanimajo digitalne storitve, ki tudi, če imajo ne vem kakšno kvalitetno ponudbo na voljo, tega ne uporabljajo. Slovenija je sicer sredozemska država, ampak mi si predstavljamo, da ta sredozemski sindrom za Slovenijo ne velja, pa kljub vsemu so določene skupine prebivalstva v Sloveniji izrazito odvojene od teh sodobnih tokov digitalizacije. Govorimo o slabše pismenih na podeželskih področjih. Slovenija je po nekaterih analizah druga najbolj ruralna država v Evropi in določene skupine prebivalstva so popolnoma izvzete iz teh trendov, iz teh gibanj. In če da povem samo še en indikator, Slovenija je bila pred 5 leti, smo imeli 29% prebivalstva, ki še nikoli ni uporabljalo interneta. Digital Agenda for Europe je imela za cilj do leta 15
2015 to spravil na 15%. Slovenija tukaj je bila delno uspešna tudi zaradi simbioze in zaradi podobnih akcij in ukrepov, ampak v celoti ne. Zdaj se vrtimo okoli 20%, se pravi 10% točk smo napredovali, ampak smo med slabšimi v Evropi tukaj še vedno. Ne. Tako da tukaj je res en problem, ki ga je treba nasloviti z digitalnim opismenjevanjem, digitalno nepismenih in pa s spodbujanjem povpraševanja, z promocijo IKT, s promocijo, z aktivnim obdelovanjem potrošnikov, pa tudi na koncu podjetij, kar se tiče digitalizacije oskrbovalnih verig in pa tako naprej. Jaz se strinjam, digitalna industrija naša je dobro, en del zelo dobro digitaliziran, ampak predvsej industrijskih panog pa ne. In te panoge bodo imele, ko bodo padle digitalne meje v Evropi do leta 2020, izjemne probleme. Začujem, ki sem malo daljši. Dobro, hvala Marjan. Mogoče sem en pridatek čist stavko, da je... Še tu ste malo moderator. Ja, da je ključen tu, no, jaz mislim, da je interes ljudi kot posameznikov. En primer bi samo dal na mizo. Pred leti je Slovenija kot država poskušala omejiti dostop do tujih stavnic. Ljudje so postali hekerji čez noč, naplah rekel. Zato, ker so imeli interes. In če bi imeli interes, da bi znali predstaviti dobrobiti in prednosti pač digitalnih storitev in e-upravi, pa tudi druge, bi sigurno tudi imeli motivacijo. Brez te pa bo težko. Prav, velja. Zdaj, moja dolžnost kot moderatora je, ko se nekrat razprava odpre, pa tudi potem se greje, pa potem različne inputi prihajajo tudi to, da potem večkrat upozorim, kje tudi se nahajamo z našim dnevnim redom. Mi smo nehote, mogoče nezavedno, skoraj celoti vedno tlepo vprašanje, ki smo pripravljali naše govorce, pokrili ta tretji del razprave, ki se tiče vključevanja, sodelovanja, potem uporabnosti, pa tudi zaupanja in tega najrejših stvari. Zdaj imamo pa, mogoče en moderatorski precedens, imamo za dve možnosti, da odpremo še mogoče drugi krog razprave, ki se tiče infrastrukture, dostopa do tehnologij, ki so na način neka baza razvojne informacijske družbe. Jan že, mislim, da kima, da bi rad imel razpravo o tem. Lahko gremo pa drugo opcijo in mogoče, da razdelimo to bariero med občinstvom pa nam kot govorci, pa da smo neka mogoče skupina in se sami odločimo v teh zadnjih 15 minut, ko imamo, kaj je tisto, kar mi osebno čutimo, da bi si še mogoče zdaj želeli podeliti ali pa med sabo pogovoriti. In potem dejansko odpiram razpravo, bom prosil, če nas bo več, da sem zelo kratki, tako da zdaj to dam kot moderator na mizo, pa prepuščam malo odločitev. Tako da, povejte, 15 minut, 20 minut, če pa imamo, potem se počemo do ure, to bom pa skrbel striktno. Zdaj, gremo na infrastrukturo, dostop do interneta, tukaj imam par vprašanj, zdaj, da so tudi zanimivi za Slovenijo, ali pa če imate še vi kakšne svoje teme, čutite, da želite deliti z drugimi, da vas mogoče kaj išči, pa bi želeli tudi drugi vprašati mene, komentarje. Svoje dobeno opcija ni, potem jaz kot moderator vem kar po urniku. Prav, velja. Potem bi pa za ta zadnji del naše razprave odprl ta drugi krog, ki se tiče pa infrastrukture pa sami storitev. Za izhodišče sem večkrat pogledal, kako Slovenija stoji tle v dostopom do interneta. Če gledamo ta indeks DESI, digitalne družbene gospodarstva, je Slovenija pod povprečjem pri razvitosti v Evropski uniji, kajti nima 20, če sem prav malo pravilno informacijo na gospodih pravite, v Sloveniji dobi 20% gospodinstva nima priključka za fiksni in široko poslovni dostop do interneta. Kar je nek način problem naše povezljivosti, tudi Slovenija zaradi naše geografske konfiguracije ima nekaj teh sivih con. Gospa Slovenija je rekla, da ohranjajo, če se pravi razumeli, pa Gorenjska regija ni tak problem, če pravi jaz ne bom Gorenjsko regijo, kot da ima precej arhivov in naprej. In na te točke odprlo to debato, se pravi ta povezljivost dostop do interneta. Verjetno tudi Jan bo verjetno tudi kaj omenil v svoji iniciativi internetni protokol 6, če prav razumem, mogoče tudi tako, kaj o tem govorimo, da nas zmanjkuje domen, na kateri potem bi lahko delali te storitve na osnovi te infrastrukture. Pa kar odpiram razpravo
Gospod Malatur, kako je zdaj s to kritiko povezljivosti? Ta podatek, ki drži, je delno posledica nezainteresiranosti gospodinstva, delno je pa posledica res odsotnosti fizične infrastrukture, se pravi infrastrukture po celotni Sloveniji. Slovenija je druga najbolj ruralna država v Evropi, imamo alpski svet, imamo doline, gore, zelo raznolik teren in to pred državo, pred operaterje elektronske komunikacije, pred investitorje v to širokopasovno infrastrukturo postavlja kar precej težke probleme. Mi smo trenutno v fazi testiranja tržnega interesa. Za obdobje do leta 2020 smo uspeli zagotoviti približno 70 milijonov evrov sredstev za sofinanciranje te infrastrukture na tako imenovanih belih lisah, kjer ni tržnega interesa, zdaj tržni interes testiramo in začuda se je pokazalo, da je tržnega interesa tudi zaradi nekih projektov, ki naj bi bili financirani preko te scheme tako imenovanega Junckerjevega sklada oziroma tega sklada za strateške investicije, se je skazalo, da je tega tržnega interesa v bistvu bistveno nad pričakovanjem. Praktično vsaj polovico več, kot smo mi pričakovali, tako da bomo zdaj tudi tisti segment rurala od rurala, ki smo ga zdaj v prvi fazi testirali za 30 megabitov, da bomo testirali za 100 megabitov. Jaz moram reči, da tukaj je res politična volja zelo močna, da in politiki se imamo in vladi za zahval, da je sprejela precej smel načrt gradnje širokopasovne infrastrukture, kjer je bil cilj zagotoviti 96% slovenskim gospodinstvom 100 megabitno hitrost. To je zdaj skladno z novimi usmeritvami Evropske komisije do leta 2025, ko komisar Oettinger in podpredsednik Hansen govorita o gigabitni družbi, ko govorita o gigabitni hitrosti. Mi smo na pravi poti. Res je, da prihaja do določenih trenj in nasproti interesov med večjimi operaterji, ki so tudi lastniki bakrene infrastrukture in na drugi strani med alternativnimi operaterji, ki so mogoče malo fleksibilnejši, stroškovno učinkovitejši in ki se znajdejo mogoče malo bolj kot recimo ti veliki operaterji, ki so ukalupljeni v določene poslovne modele in težave, s katerimi se ukvarjajo. Tako da mi smo tu optimisti, do konca leta moramo pripraviti seznam belih lis, pričakujemo, da jih bo tam okoli 30,000 in da bomo v prvih mesecih prihodnjega leta objavili javni razpis za sofinanciranje infrastrukture na teh belih lisah in pričakujemo, da bodo v teh res zelo redko poseljenih področjih po Sloveniji, da bomo sofinancirali s temi sredstvi infrastrukturo za 100 megabitov, kar praviloma pomeni gradnjo optičnih omrežij. Gospa Smiljana, če sem prav prvem krogu zasledil vašo izjavo, v Kranju pa v Gorenjski občini ni toliko problem ta povezljivost z internetom. Ne, Kranj, me veseli to, kar je zdaj povedal gospod Turk, namreč 30 megabitno dosegljivost, kar imamo v Kranju, če pa se bo zdaj, in to smo upali, če se bo ta zahtevnost dvignila na 100 megabitov, potem imamo tudi v Kranju bele lise in upamo, da se bodo v tem projektu pokrile in je seveda potem ta kvaliteta bistveno večja. Gospod Zoran Stančič, tukaj je tudi zelo pomembna vloga Evropske komisije. Na nek način, če pogledamo Evropsko unijo in njihove države članice, imamo kar veliko to razliko v internetni povezljivosti med posameznimi članicami. Kot neki ideal so mogoče skandinavske, tudi zahodne države, ker je že povezljivost tam nekje do 90% gospodinstva je že na internetu. Pa tudi se mi zdi, da je tudi neka politična prioriteta komisije, če samo tukaj sem pogledal tale govor gospoda, predsednika Evropske komisije, gospoda Junckerja 16. septembra, ker je v svojem govoru o stanju Evropske unije, če tukaj ga direktno naveden, predlagal, da se v vsaki evropski vasi in mestu do leta 2020 zagotovi prav dostop do brezžičnega interneta tam, kjer so središča javnega življenja. Potem da se tudi spremljalo te odzive v medijih. Odzivi so bili po eni strani seveda spodbudni, da je dobro to, po drugi strani pa tudi skeptični, je to dejansko možno v kratkem času narediti, pa mogoče, če nam lahko pojasnite, kaj resnično lahko tega pričakujemo kot evropski državljani. Hvala lepa. Mogoče samo širša slika, veste, očitno je torej, da potrebe po hitrem dostopu
so vse večje in večje in tudi hitrost, ki jo pravzaprav bodi si državljani, občani ali podjetja potrebujejo, so vedno večje in večje. Ne. Tako da mi smo imeli neko širše javno posvetovanje o tem, kakšne so potrebne hitrosti in jasno, torej, ker veste, prej smo imeli pač cilje do 2018, 2020, 50, 100 megabitov po sekundi, tudi tehnološko neutralno. Potem pa iz teh javnih posvetovanj je pravzaprav prišlo do tega, da je bilo jasno, torej, da so cilji, da se neke ambicije morajo postaviti naprej, da moramo iti proti gigabitni družbi, ne, tako da je pravzaprav cilj, da naj bi do leta 2025 imeli širokopasovni internet s hitrostjo 1 gigabyte na sekundo, dostopa za vse tiste glavne ekonomske družbene deležnike, kot so recimo javna uprava, transportna vozlišča, izobraževalne osnove in podjetja. Hkrati je ta umestni cilj, da bi pa do leta 2020 zagotovili vsaj v enem mestu v posamezni državi že 5. generacijo mobilnega interneta, torej mobilno generacijo. Ne? Torej, ta 5G povezljivost mora biti seveda dostopna na komercialni ravni, ne? Torej, to ni tisto področje, ki ne bi imela torej javna uprava oziroma javne finance svojo večjo nalogo, ampak komercializacija, torej 5G, ne bi se začela že v letu 2018. In do tedaj pa ne bi imela seveda pač vsa gospodinstva tudi možnost dostopa do interneta s hitrostjo 100 megabitov na sekundo. Zdaj, kaj kot nek umestni cilj, pomembno je torej to, da predno govorimo, torej medtem, ko govorimo o teh recimo ciljih za leto 2025, 2020, je zelo pomembno, da se lokalne skupnosti zavedajo to, da obstajajo že inštrumenti, ki so podprti z javnim denarjem za financiranje vlaganje v digitalno infrastrukturo. To je tako imenovan Junckerjev strateški sklad, torej sklad za strateške investicije, EFSI, ste slišali verjetno, upam, da ste slišali nekaj o tem, zadeva, ki pravzaprav to niso nepovratna sredstva, to niso regionalna sredstva, ne, ampak je sklad, ki se pomeni, da so neki finančni inštrumenti, v glavnem za podpiranje javno-zasebnih partnerstv, ki omogočajo investicije v različne, recimo tudi v javno infrastrukturo. Ne. In tukaj bi lahko občine, recimo, če ugotovijo, da obstaja potreba, naredila neka javno-zasebna partnerstva in zaprosila, torej to so finančni inštrumenti, da v bistvu, recimo za ugodna posojila, za zelo ugodna posojila, za vlaganje v digitalno infrastrukturo. In to bi Slovenija lahko izkoriščala. Hkrati je pa to, ko ste omenili, je predsednik Juncker na tem govoru 14. septembra rekel, da bi želel, da bi v kratkem času nekih 6 do 8 tisoč lokalnih skupnostim bilo omogočeno, da bi postavili Wi-Fi omrežja na javnih površinah, torej cilje, da se v nekem tem mestnem obdobju pred recimo polnim razmahom 5. generacije, da bi bilo lahko tudi z javnim financiranjem, celotna torej obseg financiranja, ki bi bil potreben za to, da bi zagotovili teh 6 do 8 tisoč Wi-Fi dostopov lokalnih skupnosti, bi bil ocenjen okoli 120 milijonov evrov, ne? Bi želeli pravzaprav to stvar narediti v relativno kratkem času. Zdaj smo začeli postopek zagotavljanja tega denarja tudi iz pač ker ravno zdaj, kot se pogovarjamo, je vmesna revizija večletnega evropskega proračuna in v tej vmesni reviziji večletnega evropskega proračuna ne bi zagotovili ta dodatna sredstva, ki bi omogočala potem, da bi te skupnosti lahko prišle do dodatnega denarja za Wi-Fi v lokalnih skupnostih. Seveda je zelo pomembno, da bo država tudi naredila določeno pomoč tukaj, pripravila določeno pomoč, zdaj, ker veste, da kakšne lokalne skupnosti nimajo možnosti, ne znajo dobro pripraviti projekte, tako da tukaj si želimo, da bi pravzaprav država odigrala določeno vlogo in pravzaprav pripravila oziroma pomagala občinam, da bi pripravila določene projekte na tem področju. Gospod Zoran, hvala. Bi potem kar zaključili ta drugi krog še z Juretom, Matejem in pa Urošom. Bi začel naprej, Matej, z vami. Za vas kot podjetnika seveda ta hitrost interneta, ta povezljivost zelo pomembna tudi zaradi digitalne storitve, ki jo razvijate oziroma jo ponujate trgu.
Pa me zanima, a je to stanje, ki v Sloveniji je, pa v Evropi ste z njim zadovoljni? Ta hitrost bi želeli, pričakujete kaj več? Skratka, če pozname, zadovolji vaše ambicije, potrebe. Mislim, težko komentiram, ker res ne poznam teh podatkov pokritosti. Zdaj, jaz posebno konkretno tam, ker imam pisarno, imamo za dosta internet, sicer ni široko pasovni, ampak to ni neka znanost. Mislim, dejstvo je, da danes internet je predpogoj ne samo za poslovno življenje, tudi za, v bistvu za vse mlade, je to nekaj samoumevnega. Ne? Ampak ja, sigurno pokritost je zame zelo na širok način pomembna, mislim osebno za moje podjetje in za to, kar se ukvarjam. Pač več ljudi, ki ima normalen dostop do interneta, več je tudi potencialnih ljudi, ki recimo jih lahko projekti, ki se pri nas prijavljajo, da jih nagovorijo, pa da vidijo, ampak kaj več pa je res tukaj, se ne čutam. Ampak ja. Dobro, pa samo še prosim za komentar, večkrat so imeli to geoblokiranje. Kako pa tle? Imate konkretno pri vašem poslovanju kakšne ovire s tem geoblokiranjem? Ali je to storitev, ki vaša storitev ne pade v to težavo? Ne, tukaj nimamo nobenih problemov, smo pa ne zelo sam koncept delovanja je zelo mednarodno usmerjen, ker konec koncev sodelujemo na eni strani s partnersko platformo iz Islandije, naš plačilni izvajalci je podjetje iz Francije, ljudje oziroma pač kdor hoče prispevati projektom, je to lahko kdorkoli na svetu, razen državljani tistih držav, katere so uvrščene na nek mednarodni finančni črni seznam, ne vem, kako se imenuje, no, ki ga nad tem to pač kontrolira plačilni partner, ampak ne, z tega vidika mi nimamo nobenih težav. Hvala. Gospod Julija, bi vaš mogoče za samo to dostopno interneta, pa podobno, kot sem vprašal Mateja, še mogoče komentar na geoblokiranje. Vem, da se še tudi imate kar dost, da se ukvarjate tudi z avtorsko pravo. Mogoče te pističi lahko na koncu komentirate. Ja, bom dopolnil, no, gospoda Rauha tam, zdaj zanimiv, ne, geografsko, ne, njegovo podjetje je iz Lesc, mi imamo pisarno v Radovljici, ne. Radovljica v Lesce nimate optike. Ne sprašujete, kako in zakaj v letu 2016, ampak ne samo iz stališča stabilnosti, dostopnosti, spletne povezave, tudi cenoven vidik je klele, ki bi ga poudaril dodatno, ker recimo dobiti ponudnika, mi imamo v eni poslovni stavbi nas je 15 in vsak ima svoj bakreno parico, svoj priključek, kaj samo priklop okoli par 100 evrov, potem so tudi stroški neprimerno višji za to, kar dobiš, kakor pač recimo v Kranju, ki vam te na srečo pač, ne vem, kdo je že vam optiko pač potegnil. Toliko za nek dodatek. Glede geoblokiranja bom rekel samo, da je pač nedopustno in v nasprotju s temelji Evropske unije, še pač konkretno z prostim pretokom blaga, storitev in kapitala. V Sloveniji je tak znan primer tega zdaj Netflix, ne, ki je pač ponudnik streaming storitev in se recimo določenih zadev ne da toliko mogoče za zraven. Je pa tudi pri geoblokiranju pogosto jedro problema pravzaprav varovanja avtorskih pravic, materialnih pravic seveda. In tle pa mogoče bomo res na kratko, no, že prej sem omenil, da pravila so pravzaprav nekaj 100 let stara, ta jedro koncept avtorskega prava, copyrighta, ne. In v današnjem svetu dva velika problema, no, tle opažamo, ne, da pač industrija seveda pokup pod avtorjev avtorske pravice, če ni spornega, ampak vodijo zadeve potem v monopole, pa v cenzuro. To so te temne strani tega. Sej ni nič narobe z avtorskim pravicam, pa z varovanjem leteh, seveda ne. Drug temen vidik je pa ta, no, še enkrat, da če želimo mi učinkovito nadzorovati kršenje avtorskih pravic, rabimo preširok, po mojem mnenju, povsem preširok nadzor izvajati in čeprav je bilo prej omenjeno, da ima Slovenija zelo rigidno, ne, ustavno klauzulo zasebnosti, hvala Bogu, da vsaj iz mojega vidika. Poleg monopolov, se pravi, je druga stvar, ki je tle pri avtorskih pravicah pogosta, je lahko prikrita cenzura in še enkrat, zato smo zelo zadovoljni, no, da je na evropski ravni tu ena točka, da se te zadeve pregleda in nekako
posodobi, no, če ta izraz uporabim in mogoče bi bil tu, ker vem, da je tudi recimo na področju intelektualne lastnine pri patentih podoben problem, ne spet smo Evropska unija, 28 članic, če patentiram nekaj v Sloveniji, moram povsod patentirati, na vsaki državi posebej, če želim uspešno varovanje svoje intelektualne lastnine, kar pa de facto postal majhne v neenakomeren položaj, ker je treba toliko postopkov speljati, toliko denarja za to nameniti, neka večja industrija seveda s tem nima težav. To ni nič narobe, ampak mislim, da bi bilo treba narediti tu iz strani v bistvu države oziroma Evrope v to smer, da se te zadeve uravnotežijo. Mogoče samo za zaključek en primer konkreten, da ne preko pohvalim to Evropsko komisijo oziroma njihov zelo simpatičen stališče in sicer v zvezi tudi ustvarjalci in ponudniki v bistvu vsebin počas poznavajo, da se te modeli lomijo in so novi poslovni pristopi. No. In tu je zdaj en primer, ker na sodišču Evropske unije v Luksemburgu, sicer sodbe še ni bo napovedana za začetek 2017, ampak stališče Evropske komisije, to je pomembno za potrošnika, za državljana, da če mi kot potrošniki, kot uporabniki storitve, tudi če je storitev nelegalna, gre konkretno se šlo za nek streaming, mi nismo v deliktu, v prekršku. No. Tako da to zelo pozdravljamo tudi z naše strani in s tem mogoče ta komentar. Hvala. Ja, bi mogoče želel, preden bom gospod Uroša prosil, da mi pomaga zaključiti to današnjo razpravo, bomo dali tako mene splošno povzetek. Mogoče Jan bi še dati kaj v zvezi s to infrastrukturo, v debato, kaj zadati na kratko. Zdaj si tako vzdihno predem. Ja, ta recimo stanje, ki je pri nas, ki v bistvu je pravilno ugotovljeno. To je vse posledica regulatorne napake leta nazaj, ko se regulator ni odzval, ko so 3-4 operaterji paralelno začeli graditi infrastrukturo. Potem smo prišli v ta race condition, ko je recimo v Škofji Loki v Kleti imamo 3 različne fiber optične vlakne, za katere se lahko preklopili. Trikrat so mi razdelili vse odprede, da se nisem nekaj z avtomom odprela. Takoj, ko je regulator razvezal optično zadnjo Telekomu in seveda ne ostalim, pri tej vladi so druge težave, ker se ni bilo jasno kaj lastnik. En je bil lastnik optike, en je bil lastnik šahta, en je bil lastnik kabla, en je bil lastnik konektorja, ker niso mogli razvezati. V tistem momentu so vse po 3 popolnih padle orodja iz roke. Takrat se je optika v Sloveniji dostavila. Konc. To je samo in izključno regulatorno napad. Zdaj vidim, da recimo se gradnja optike počasi nadaljuje. Zdaj je Telekom šel na cenejšo varianto GPON-a, s katerim lahko z enim optičnim vlaknom poskrbiš več uporabnikov, seveda to prinese druge težave, zdaj tudi pozivno rešujemo. Pozdravljam pa te pobude za spet gradno belih list, pa siderice, kako so gre svoje čase. To je treba pokriti, tako je drugačno. Ali spet gledam, ali z optiko, tako je temporarno, začasno rešitev je lahko čez zrak. Zrak je deljen med, zrak na svoje omejitve. Tega dosti ljudi, recimo sem govoril z ljudmi iz Rusije, da ljudje ne razumejo, da ima zrak fizične omejitve, da je to deljen med. On je pravi, to bo zdaj magija, te bo rešili vse, ne bo, še vedno je to zrak. Lahko to rešimo začasno, treba dati optiko v zemljo in zagotoviti ljudem kvalitetno dostopnost. Predvsem pa bi morali začeti razmišljati, recimo v Avstraliji že razmišljali o tem, da bi poenotno samo reže naredila eno nacionalno hrbtenico. Potem najponudniki storitev ponujajo storitev na enotnih hrbtenicah. Avstralija ni članica Evropske unije. Recimo, kar pomeni, da je nekdo, ki naroči internetni dostop, dobi zgor modem, oziroma nek CPN, na katerem ni oznaka AMIS telefona, karkoli, in on to preklopi na televizijo, dobi možnost izbirati. Danes sem pa na Telekom povezan preko providerja A.
Samo izkrateti vse narejeno, vse te mehanizme. Samo seveda politična in gospodarska volja mora biti, da se to izvedejo. Musi boljše. Seveda, ako je šesto treba uvesti vse storitve. Mislim, da moram pohvaliti našo javno upravo. Zelo kar lahko dela, tudi vedno več servisov je IPv6 stopnje. Sem vesel naše sodelovanje je odglobilo podnosovanje. No, ja, hvala za pohvali se kot moderator za pogled, da je za ta pozitivna komunikacija tečemo z različnimi deležniki. Pa jaz se predlagam, gospod Uroš, da mogoče tudi da zaključimo v nekem pozitivni konotaciji, čeprav se digitalna tehnologija, tudi informacijska družba, tudi v medijih pojavlja kot neka tehnologija, tega na vsemi temi zgodbami, varnost, podori, pa tudi neposebno tudi vplivajo, povzročajo težave vsakdanjim uporabnikom, ampak vendar ne, smo lahko optimistični glede razvoja digitalne družbe. Eno je način, kako na to gledamo. Recimo ta Digital Economy and Society Index, ki smo rekli, da smo nekje ponekod pod evropskim povprečjem, ponekod nad. To je indeks, ki ga merijo redno in če pogledamo za minulo leto, bomo videli, da smo Slovenci skoraj pri vseh kriterijih napredovali. Se pravi, možen je tudi drugačen vidik. Seveda lahko to vzamemo kot izziv, lahko pa tudi rečemo, da morda povprečje Evropske unije ni tisto, s čemer se želimo primerjati. Lahko tudi poiščemo svoje kriterije, po katerih želimo. Ampak pomembna je neka komunikacija med nami. Participacija in možnost soodločanja sta ključnega pomena, kadar iščemo kompromise in tudi kadar iščemo dobre odločitve. S tem, da sodelujemo pri odločanju, s tem imamo možnost se kaj naučiti od naših sogovornikov, od drugih ekspertov in s tem tudi boljše razumemo odločitve, ki jih na koncu sprejmemo. Z boljšim razumevanjem samih odločitev pa pomeni, da bomo tudi lažje živeli z rezultati, s tem, kar so posledice sprejemanja odločitve. Hvala. Jaz bi samo še zaključil to tvojo lepo misel s tem, da tudi mislim, da smo danes skupaj za to našo razpravo dosegli to medsebojno razumevanje, tudi poslušanje. Ne smo tudi različna stališča, ampak vseeno lahko gremo danes z neko popotnico, da je možno razpravljati tudi takšne teme, kot je evropski digitalni trg, informacijsko družbo na nek razumljiv, razumevajoč način med nami in upam, da bomo tudi v nadaljevanju različni deležniki na tem področju nekaj različnih sektorjev še imeli možnost da sodelovanja in komunicirati še naprej, tudi mogoče dobro vaše informacije za spoznavanje Turka. Da s tem jaz potem tudi zaključil to razpravo, hvala vsem za udeležbo, še enkrat hvala Zavodu za pravno poslovanje in pa predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji za organizacijo tega dogodka, tudi Kovačnici v Kranju, ker so nas tukaj pustili v prijetni prostor, mislim, da smo se dobro počutili. Hvala tudi Zavodu Studio 12 za, mislim, da je bil nemoten spletni video prenos, da je tehnologija je dovolj hitra, vse je dobro. In pa vas vabim, da se pridružite naslednjim razpravljam, ki je projekta Več Evropa in Hvala lepa.